se mi zdi, da nikoli nisem imel toliko časa, da bi tekel velik cone 2, ki je tako zelo glasna, tudi pri kolesarji, ja, zone 2, vse bi zone 2, večino zone 2, ja, nimam 18 ur na teden za to početi. Mi je več ljudi rekel, Max, mi nismo vedeli, da si ti toliko trgan, ampak to bi bilo, kaj pa če bi ti World Marathon Majors, kaj pa to? Tako da bi rekel, da je avtomatsko tek na nek način za človeka v nemodernistični družbi zdrava aktivnost, si ne bi upal direktno trditi, ne. In pa povzroča to pomirjenost po eni strani, po drugi strani pa, ker je v resnici teh podtipov receptorjev več, tudi na nek način euforijo. Tečem že od svojega začetka, se takoj pojavil, mogoče bi pa to res navezal na Frankla. Da je to na neke vrste moj smisel in volja, ki jo gojim do življenja. Drage dame, dragi gospodje, spoštovana publika, na podcastu Zagret za tek se približujemo 300, še prej pa velika noč, ki bo, ta prihajajoči vikend. In ko boste barvali svoje jajca, pa delali še zadnje treninge pred tisto nedeljo, ko pač ne bo dolgega teka, boste lahko poslušali zanimiv podcast s človekom, ki ima 2 imeni, Max Matej, ki je star 22 let šele, ki je odtekel 8 maratonov, pa smo spet 2 na potenco, mislim noro te dvojke, kje sem te dvojke dobil, zdaj pa študira medicino, svoje misli zapisuje in je pred kratkim lansiral en zanimiv projekt, reče se mu Running for Frankl, tek za Frankla. To bova danes zelo razdelala, tisti, ki ste kdaj prebirali Viktorja Frankla, nekako že slutite, da bo to zanimiva kombinacija. Več pa Max Matej Cuzak, živijo. Živijo. Hvala, da sem lahko prišel v podcast. Se veselim današnjih pogovorov o bilo kateri temi, o teku za začetek, potem pa o mojem projektu, seveda o Viktorju Franklu in o iskanju smisla v današnjem svetu, kjer se zdi, da ne vemo točno več, kaj je prava realnost, je vedno lepo diskutirati, pa tudi o drugih medicinskih raziskovalnih temah in do filozofije na koncu, ki se pojavlja, tako kot si omenil v mojih zapisih na Substacku, tako da dotakneva se lahko marsičesa, bova videla, kam naju pot danes zanese. Spoštovane dame, ki tole gledate, in gospodje, ki tole poslušate, končno ste videli, da si tudi jaz lahko najdem nekoga, ki je pametnejši, precej pametnejši od mene, in me bo tudi retorično izmislil nadvladal, to me veseli, kaj pa, če 22-letnik pride. Mislim, s takim pedigrejem, ta moj podcast sem jaz počaščen, tako da za začetek, Max, si danes že tekel. Ja, danes sem tekel, V bistvu je kar tako, malo je šok, še vedno sem rahlo utrujen. Bil sem na Japonskem, mentoriral sem eno ekipo iz tekmovanja iz fiziologije, tako da smo v ponedeljek nazaj prileteli, fino jetlagani, pa še rahlo hotelske steze niso najbolj idealne, sem domov v šali zapisal. Tukaj smo v hotelu, hotelska steza gre samo do 16 na uro, potem se preselimo v drug hotel, steza gre samo do 10 na uro, kaj naj zdaj naredim? Hotel sem imeti intervalni trening, zunaj mi je bilo rahlo premrzlo in že v prvem hotelu, ki je šlo samo do 16, sem si rekel, pismo, to bo težko izvesti. Ajde, pa sem uporabil funkcijo klanca, tako da nekako nadomestil, v drugem hotelu pa ni bilo opcije, kakor ven teč, no. Tako da naredil sem eno usodno napako in sicer prvi dan sem si rekel, fino bi bilo, da grem enkrat spet boss v superge, ne vem, zakaj sem dobil tako preblisko ob 6 zjutraj, ampak ko je človek leti na vzhod in je že tako v glavo malo zmešan, dobi tudi take ideje in seveda sem fasil kar neprijeten žulj na nogi in začel na tej tekaški stezi tako rahlo se izogibati tega žulja, tako da me je po dolgem času, no, recimo po 2 letih, spet začel rahlo koleno boleti in nisem čisto vedel, kako bo to šlo s tekom. Ajde, in sem rekel, grem danes pa grem probat. Sicer sem v ponedeljek že plaval, tako da
tudi z idejo, da imamo premagati ta jet lag, pa da vidimo, kaj bo. Čutil sem neko v bistvu tako utrujenost v telesu, ki je bil prejšnji teden. Veliko je bilo hoje, ker smo hoteli pač vsem poleg tekmovanja še kaj videti, tako da smo bili vsak dan čez 30 tisoč korakov, plus še tek zraven, moj, se na koncu kar po enem tednu tega početja nabere utrujenost. Ja, ampak sem tekel in bilo je super spet teč doma, sonček je, tako da lep dan in užitek od teka. No. Je šlo, ni bolel. Sicer sem spustil klanc, sploh na vzdolj, ker nisem hotel dodatno obremenjevati sklepov, ampak je bil tak prijeten 16,5 km jogging v takem srednjem redu tempu, no. Tako malo za pogledati spet po vihravem potovanju, če lahko tako rečem. Ok, zdaj tisti, ki so zdaj le tale odgovor pozorno poslušali, ne, so ugotovili, da človeku, ki pri 16 na uro ne more narediti treninga, mora klance vključiti. Potem srednje počasen trening 16,5 pomeni najbrž zgolj in samo 4,45 na kilometr, hecam te, povej mi, kakšnim tempom dejansko si tekel. Hitreje, no. Bilo je 4, 10. Uh, 40 za lahko, za ja. iztek, praviš. A? Ja, mislim, nisem jih rekel, da bi bil iztek, ampak tako sem se počutil po recimo 3 dneh, malo pauze, pa preveč sedenja na letalu, da zdaj je treba tako no, prideti noter. Se mi zdi, da odkar bolj resno delam intervale, se mi zdi tudi tak tempo, dost komod teč. Sicer sem imel malo prebavnih težav vmes, bomo spustili podrobnosti. Ampak ko človek pride iz dežele, kjer je sadje dobesedno največje zlato, uh, kjer se jabolka prodajajo od 2,5 evra naprej, in potem pride nazaj v domačo kuhno in je treba se najesti vse zelenjave, ki je prej en teden manjkala, se to pozna tudi v razmerah prebavne cevi in težavah, ki se potem, ko to začne skakati, pojavijo. No. Tako da ja. Ja, mislim, surove ribe, riž, pa vse tiste možne čorbe, pa Ja, pohanje za zraven. Ja, pač ja, je malo pohanja je drugače. preveč, no, to sem rekel, prva stvar pred povratkom domov. Prosim, da kdo ne naredi česa pohanga, ko se vrnem, ker fami čiki piščanec gre čez ušesa, ko je človek drugič tam. Tako da ja, ne, je bilo lepo teči spet pri nas, res. Lepo je povedano, mislim, da so zdaj najlepši dnevi, pa recimo, da se bodo potegnili še tja v sredino aprila, preden se ozračje preveč se gre, pa bomo spet jamrali, da je preuroče. Zdaj je res, spoštovani, izkoristite tako ali drugače pred šunkami, pa poticami ali pa po njih, kakorkoli. Max, imaš v kratkem zdaj le kakšno tekaško preizkušnjo v koledarju? Ja, Bratislava, maraton in pa Ho! Padova, tako da dva, Mislim. ja, Lepo, lepo. Zakaj sem tako navdušen? Ker skupinca mojih prijateljev potuje v Bratislavo, v kratkem. Ne? Zdaj bom povedal, da imajo gor še enega Slovenca, ki bo, zagarantirano rečem, vse prehitev. A ne? Ja, tudi če boš tekel po eni nogi, vidikrc. Pa so dobri tekači, bom rekel, tudi tam okrog 3, sub 3 nekateri, no, tako da bomo videli. No. Padova, zakaj Padova? Padova je pa taka zanimiva družinska zgodbica, kako smo to mesto odkrili v popolnem navdušenju. No. Smo si mislili, da to je tam en brezvezen, zanikaren kraj, sred, zraven Benetk, ki tako noben ne Lukna. gre tja, Ja, ja, tako, mislim, tako. zakaj bi tja hodil. Potem smo pa lansko let pač se odločili, tam je nekaj stvari za pogledati, pa pojmo enkrat prespati v Padovo, našla mama eno dosta v redu apartman, učitev tako na podeželju. In smo rekli, gremo pogledat, kaj se tam da videti. Sej zdaj, pol z vidika medicine, sem počasi že odkril, da to mesto ni kar tako, ne, da je to ena bolj prestižnih univerz in da je tudi veliko pomembnih slovenskih zdravnikov se tam šolali in da ima zgodovino to mesto. Ne, in tudi v centru je to res čudovito zavedati. Hodili smo pa videti kapelo Skroveni. No, to je ena taka
kapeljica, dosti majhna, z uravnavano atmosfero. Človek se mora dejansko prej postaviti v ločen prostor, zato da se aklimatizira, da noter ni preveč vlažnosti. In to v bistvu prvi, Giotto je slikar, ki je to risal, je prva kapela, v kateri se pojavi perspektiva v umetnosti in prvi poljub v evropskem prostoru. Tako da v resnici že iz tega izobraževalnega vidika zelo pomembno mesto. In potem, ker sestra takrat ni šla zraven, smo rekli, pa gremo drugič, mogoče se bo pa Maks še na maraton prijavil. Ne? In takrat je pol tako nanesel, da sem rekel, bilo je 2 tedna pred maratonom, ne bom dal cele prijavnine, ki je takrat 2 tedna pred maratonom že preveč visoka. Ampak smo vsem bili takrat, ko je bil maratonski vikend, smo bili v Padovi še drugič, v roku 3 tednov. In pa sem rekel, ja, nič, če nam je pa to mesto bilo tako všeč, pa je pa treba odteči ta maraton. Um, Pa ti italijanski maratoni, no, meni je Italija zelo všeč in sem rekel, treba to dodati na seznam, no, ker v bistvu moj prvi maraton v tujini so bile Benetke, leta 2025 in se začnejo točno pri Vili Pisani, ki je v resnici bližji Padovi, to je tudi ena taka čudovita vila, rahlo že zanemarjena, ne preveč turistična. In tako povezati te stvari, ki jih človek nekako pozna iz svojega življenja in potem to še navezati na svoj tek se mi zdi tako lepo doživetje, tako da smo vsi družinsko spet rekli, no, če gremo z veseljem v Padovo pogledat. Še jaz odlaufat maraton, oče na desetko, tako da se tega res veselim. Ja, Beneški maraton pred leti ni bil tako zunaj v zaledju, Mhm. saj štartov ni, no, zdaj so ga predstavljali, sem bil takrat presenečen. Jaz skoraj da v Padovo, sem rekel, da ima Padova že 2 maratona, ampak mislim, da je to zadevno potem pripomogel tudi k temu, da ljudje se niso toliko pobijali, bom rekel, po vseh tistih ovinkih, pa vse mostovi so še, pa kot atrakcija, pa tudi trg Svetega Marka, ki je bil mimo grede, najbrž si videl tiste posnetke poplavljen, ne vem, 2, 3 leta preden si bil ti tam in so Ja, tekači pač plavali, bolj kot laufali. Tako da, lej, mislim, lepe izbiraš. Lepe izbiraš je pa res, a ne? Kot si sam ugotovil, preden boš prišel do Firenc, pa če boš hotel vse odteč, kar je maraton, se ga v tem raztežaju od slovenske meje do tja, boš že kar krepko čez, v srednjih letih, bom tako rekel, no, ker tam pa res ja, je. ja, res ima veliko maratonov, ne? Tudi en tak zelo mikaven je Garda iz Limon čez v Torbole, tako polovičko zgornjega severnega kroga ob Gardskem jezeru. Res lepe trase imajo, no, mislim, se pri zelo lepih krajih to ni tako težko, ampak Benetke sem pa tudi smešno na ključe v zadnjem tednu na Instagramu videl, ja, meni se zdi, da je bilo leta 2022 do kolen globoke, globoko v vodi. Jaz sem tudi čez vodo tekel, to je bilo na 41 km, sem si rekel pa pismo, a je treba mi tega, ne, na koncu se premočati superge, in ko sem pretekel na ta prvi most, 14 mostov je bilo, sem si rekel, pismo, ta voda zgleda tako mamljivo, prav na glavco bi se zdaj le vrgel noter. Ko sem noter skočil z nogami, sem si rekel, fuj, to smrdi. Niti podrazno se ne bi šel sem kopat. Ampak ja, ne, mislim, tempo ti definitivno porušijo tisti mostovi, ne, ni nek maraton, ki bi rekel, gremo dosegati orang časa, ampak izkušnja iz tega, da si tam sredi Benet, kako tebe ljudi, tudi kad tečem z majico s 3 srčki od Radenske, ki mi je zelo všeč, pa še taka bela je, da me prijetno hladi. Te potem Slovenci takoj prepoznajo in se derajo za tabo, itak Slovencev v Benetkah, tako kot skoraj povsod Slovencev na tone. Tako da dobro vzdušje, no, mi je bilo res, res lep maraton. Mislim, glede na to, da si vtekel v Ljubljano in potem še Benetke, pa vse skupaj, včasih je bilo to na isti vikend, zdaj lansko, letošnje leto ne bo več, a bo še kdaj skupaj, ne. Ne, tako da spoštovani izkoriste Benetke, dokler se ne pokrivajo z Ljubljano. Kako to, da si 2 maratona v tako kratkem času, recimo, šel teč? Človek, osel gre kaj enkrat na let, ne? In ja, recimo, da sem imel takrat idejo, bilo je dosti težko na faksu in sem si rekel, dajmo malo za sprostitev, probat, če bo to šlo. Počutil sem se dobro po Ljubljani, Benetk nisem tekel na polno. Sem rekel, grem probat uživati v Benetke, res tako v smislu čist teka samega po sebi. Seveda je bil doma odziv
ti si zmešan, nikoli več, mi da ne pelem tja. Pa smo vse našli, tako da je bila celotna izkušnja tako res italijansko zanimiva. Tudi nisem se preveč sekiral, kaj jem, bili smo v nekem čez XY luknji, ampak to v Italiji pomeni za zajtrk vrhunska kava in brioši. Seveda sem imel tudi svoje tipične stvari zraven, ampak cel tak. Res lepo doživetje. No, pol tudi starša sta prišla, sta se prebila do ciljne črte, je bila tudi voda v Benetkah, sta se tudi one dva zabavala. Imam slike mame, kako bosa hod po Benetkah. Tako da, ja, Instagramabilno, res. Ja, ja. ni bila pametna odločitev, ne bi več ponavljal dveh maratonov v enem tednu, v 8 dneh, ampak recimo, da sem se iz tega to naučil, da se tudi to da zdržati, pač ne na polno obeh, ampak lepo. No, ampak oba si v teku, bom rekel, izjemno dobro čutil, si ne brž noge v Benetkah, no, po tistih Sem. ljubljanskih 2,45 si imel še mal. A? Ja, se je čutilno. Moram reči, prej sem imel res dva taka joga v sredo in četrtek, 8 pa 9 km, res počas, tako da se mal noge utečejo. Dost sem se valčko takrat s tem valčkom, da bi minil, si mal masiral noge, se probo čim bolj sprostiti, ampak se mi zdi, niso bile Benetke edina stvar v glavi in potem se je dal dosti lepo to odmisliti, ker je to pač prišlo, ne, pač prišel je štart nek dan, vse ostale dni je bilo pa veliko učenja, sem imel takrat nevrologijo, ki je verjetno en težjih predmetov na fakulteti. In pa se človek ukvarja s tolkimi stvarmi, da niti ne misli ti se sekirati vnaprej, joja, me bojo noge bolele. Vse pol, ki sem bil že na 15 km, sem bil tako, jo, te noge pa niso lih najbolj prožne, pa ni lih tisti feeling, kot je bil en teden nazaj, ker je res letelo vse. Ampak ne, je šlo, pa bilo mi je super vzdušje, res eno tako fino grupico sem si našel, ki so ga lepo tekli, se jim postavil zadaj za njimi in se do praktično 29 km držal. Potem so oni malo razpadali, sem jaz šel naprej. A, ampak zelo, zelo v redu izkušnja. Pa tudi proga mi je bila precej znana. No, se mi zdi, da mi res pomaga to, da imam v glavi predstavo, kje sem in koliko je daleč. Ne samo na zemljevidu, ampak tudi tiste kraje od teh dveh izletov padov sem dosti dobro poznal. Ne. Zato. Kdo bi rekel, da je to prej prekletstvo kot blagoslov, ker potem točno veš, kako daleč je še, pa morda včasih ne bi hotel vedeti. Ja, teh vsega. Ja. No. Ampak ti si strukturiran človek, ti si sistematičen in ti to pač, ja, Ne, leži. to Ja. mi res pomaga. Ne. Mi je v bistvu ta predstava, da je nekaj samo fiktivna številka, ne, tisto, ajde, zdaj je pa še 8 km, si vedno probam prevesti na to, kaj to v domačem treningu okolju pomeni 8. Če pa nekje točno vem, tako kot v Ljubljani, res dobro vem, kje sem, je vsaj meni psihološko veliko lažje. Tako da na Ljubljanskem maratonu se mi zdi, da je to meni tak orang booster, ko točno vem, kje se nahajam. No. Mislim, takrat, ko priješ na slovensko, pa vohaš namo pravzaprav, potem bi je pa puščica levo. To tisti je kar mal mindfuck, kako bi se temu rekel. Ne. Ja, ne, meni je bolj mi je Dunajska problem, no. Ker se mi zdi, da takrat, ko se gor mi imamo za vse levo zavije, pol tam itak nikogar ni, cesta je široka in imaš feeling, a res moram še te 3 km do severnih vrat, do Intercontija, pa od Zlatarne Celje hotela trpeti tukaj sredi vsega. Ne. Se mi zdi, da te ceste, pol, ki si zmatran, pa so široke, res zgubiš občutek, ne, ki si tako rečeš, aj zdaj pa sem še ravno. In pol kar zapadeš, v to, da bi bil sred neke puščave, pa ne vedel, kje je konec. Čeprav ga vidi človek, pa se mu zdi še vedno neskončno daleč. Tudi dosti se mi zdi, da se spreminja ta pogled, da je maraton res kaj ena nevihta, lahko se pri 2 urah 20 počutiš top, pa je pa naslednjih 10 minutah taka drama, da ne veš, kaj si se prej toliko veselil, koliko se imaš lepo. Ne. Um, Ja, ta pravi drama kvini grejo pa na ultramaratone, ko se ti to dogaja, pa še nešteto večkrat. A ne? In, ja, ja.
in pol imaš glavo polno vseh teh hormonov, ki te zalivajo z ene in z druge strani, mislim, noro. Ja, se vem, da si, pa to so džanki. A bi sebi rekel, da si odvisen od teka, morda? Hm? Ja, dolg časa sem se to spraševal, no, že od samega začetka teka v bistvu. A je to res neka navada, ki se jo je težko znebiti? In če sem si na začetku trdil, ne, ne, to sploh ni, se mi zdi, ja, takrat, ko sem tekel pač malo pa bolj zase, recimo 4 leta nazaj, da je bilo to tako, pač ja, sem treniral zato, ker mi je pesal, hodil sem teč zato, ker mi paše, ni pa, ne bi pa rekel, da sem bil odvisen. Pa človek začne z mal daljšimi treningi, ki prihaja do tako večjih obratov metabolnih, bom rekel, znotraj telesa, ne, da so ta nihanja, koliko kalorij, koliko sebe človek res skuri. Bolj, ko se skuraš, bolj rataš odvisen od tega, se mi zdi. Da to pol postane telesu že kar norma, a ne pač, ok, trenutno, kot da bi si rekel, ne, v avtu imam zdaj le poln tank. Gremo, ne, gremo se voziti, valjda, ne bomo zdaj čakali. Ja, tako da se mi zdi, da ta rutina kar noter zapade. Že tudi, ne vem, veliko hodim na dan, tako izkoristim čas hoje za pogovore z različnimi ljudmi. In potem to, da pač korakam, mi je tako noter prirojeno, da kar postanem živčen, če moram od jutra do 6 zvečer sedeti. Mi je res, res neprijetno. Tako da z tega vidika, ja, mal ta runner's high definitivno občutam. Jaz rečem, da takrat, ko ne tečem, da je to kot cold turkey oziroma izraz, ki pomeni pri odvisnikih to silno pomankanje um, nagrade, ki si jo želijo. In tudi občutek potem, a ne, je v bistvu ni to, da bi si želel samega teka, ampak te pomiritve, ki sledi za tekom. Tak blažen mir doseže potem človek. In potem, ko se gre gledati, kaj se res sprošča, takrat, ko je napor večji, je to na nek način lastna notranja omama, če lahko temu tako rečem. No. No, Tako no, da, no ja. zdaj se dobo študenta medicine, ki tole vse ve in bo z prve roke povedal tisto, kar so bili včasih endorfini, pol je bil dopamin, na zadnje so bili endokanabinoidi, vse kemikalije, ki pač zalivajo možgane in delajo ta runner's high. Kaj pa, Max, študent medicine, ki tole obvlada v nulo, pa dejansko, rečemo v laičnem jeziku, če razloživa tistim, ki jih to res zanima. Kaj pa je pravzaprav res runner's high, no, da ne bomo nekih urbanih legend širili vsa ta leta, pa se pogovarjali o endorfinih, tipovej. Ja, meni se zdi, da je tle raziskave tečejo še vedno, a ne, da se to smernice in tudi ugotovitve, kaj je to, konstantno spreminja. Res, da je populacija tekačev vedno večja, no, vsaj tak efekt se zdi, da se zaznava na družbenih omrežjih, ampak vse tri našteti sistemi, ki si jih omenil, so prisotni v runner's high, bi rekel. A ne? Torej, osnoven mehanizem telesa, zakaj proba zagotoviti vse to, dopamin se sprošča v bistvu kot neke vrste mehanizem učenja in tega, da si stvari zapomnimo, to je na nek način, torej usmerja našo pozornost, in ko začnemo teči, v bistvu moramo svojo pozornost usmeriti v to, da pač ta aktivnost teče. Hkrati Mhm, pa tudi zagotavlja neko srečo in željo po ustrajanju v tej aktivnosti, torej fokus na to. Ne? Zato v bistvu ne vem. Si velikokrat zamislim, kaj bi bilo, pač, če me zdaj ustavi policaj in reče: Teku si v rdečo, da mi osebno, bi postal totalno živčen, zato ker bi pač želel jaz še vedno nadaljevati s tem ritmom, ki sem ga začel. Torej, dopamin kot nekako osnovni gonilec. Potem se pa seveda v telesu pojavljajo tudi pač boleči procesi, a ne, od sproščanja laktata, če gremo čez ta prag, do tega pač da pride do čist fiziološke utrujenosti, pomankanja hranil. Telo v bistvu mora iti na nek stresni odziv, zato da začne koristiti um, tako maščobne zaloge kot glikogen iz jeter, in pač to zahteva svojo spremembo hormonske slike, ki omogoča višji energetski izdatek. In posledično ob pojavu utrujenosti, mikropoškodb v mišičju se vzdražijo tako živčni končniči, kot pride v bistvu do neke generaliziranega vnetja po celem mhm, telesu. mhm. In skrb z vnetjem, vnetje pač je signal telesu, nekaj je narobe, ne? Nekaj se dogaja.
je treba tudi začeti blažiti bolečino. In zato je endogeni opiatni sistem, to so endorfini, enkefalini, se mora vklopiti in to tudi sprošča posredno nek občutek zadovoljstva oziroma pomirjenosti. Zdaj, najnovejši, pa tako kot si tudi prav omenil, je pa endokanabinoidni sistem, um, ki pa gre za popolnoma enake receptorje, kot jih stimulira marihuana oziroma trava, um, pa tudi povzroča v bistvu večjo lakoto, ne, kar je zanimiv efekt, in pa povzroča to pomirjenost po eni strani, po drugi strani pa, ker je v resnici teh podtipov receptorjev več, tudi na nek način evforijo. Tako da ta sreča, ki nas. Jaz recimo ne doživljam, da bi me poplavila sreča na nek način. Se mi zdi, da je bilo tega za me veliko več v plezanju, če lahko na tak način rečem. Res tisto, kot človek hipno osvoji cilj, ne, ko je ena sekunda odgovarja, a bom jaz zdaj nek kip zadržal in si potem srečen. In te res poplavi ta občutek, jaz sem zmagovalec. Raš v Top bistvu, ali sem. kaj je to, tisto Ja, momentalno. ne vem, vem, da eni v teku tudi res doživljajo poplavo sreče, ne, tudi čustev, so skrajno veseli. Jaz tega osebno ne doživim, ampak pri vsakem te sistemi mal na svoj način delujejo. Tako da mislim, da je runner's high zelo osebna stvar, in različna med posamezniki. In endokrinni sistem, tako kot sem omenil, ker gre tukaj za sklop receptorjev, to ni eno stikalo, ampak je stikal na tisoče, na katere se veže, tudi odvisno od razporeditve pri človeku. Tako kot trava, imamo pač dve vrsti, ta glavni dve, ena je veliko bolj v smeru euforije, druga je bolj v smer pomirjenosti, sproščenosti, a ne. Tako da iz tega vidika lahko tudi glede na študije zaključimo, da pač odvisno od posameznika, kakšen odziv bo prejel, definitivno pa lahko gre v obe smeri. Seveda pa se mi zdi, da je runner's high, dobivamo tudi velik odziv iz javnosti, ne, kakšno je pričakovanje, torej od zunaj. Vemo, da to je, torej, kot na nek način placebo, ne. Ker se toliko o tem govori, hitro preberemo o tem, se pa človek tudi sam začne spraševati, a jaz to tudi čutim, in potem ko prebere človek par komentarjev, kaj drugi čutimo, pa si rečemo, a ja, točno to je, ne, pa nisem znal prej opredeliti. Tako da res koktejl v bistvu vseh teh prenašalcev, pa niso samo te, ne, vmes se sprošča. Recimo, če z nekom skupaj tečemo, pa imamo to osebo radi, ne vem, se tudi oksitocin sprošča, serotonin. Vključeni so skoraj da vsi prenašalci. Sploh pa ključen, ne, ki se pa mora pri vsakem sproščati, je pa seveda adrenalin in noradrenalin, ki pač zagotavlja to, da omogoča telesu, da zagotovi metabolne potrebe, tako kot na nek način pač na lokomotivi je bilo treba imeti nekoga, ki nalaga premog v peč. In to zalogo moramo nekako sprostiti. Tako da, pa še en del je, no, če lahko še tega omenim, ki, Izvoli, ki, izvoli. ki je zdajle, sem se ga spomnil. Um, Ko začnemo teči, ne, mi imamo dva zelo pomembna sistema, ki si nasprotujeta, simpatični in parasimpatični. In če je simpatični fight or flight response, torej odziv bega in boja, potem, ko začnemo teči, se zgodi točno to, ne. Ta sistem nam omogoča, da se nam razširijo dihalne poti, da se nam srčna frekvenca poveča, hkrati omogoča ustrezno odvajanje toplote, znojenje pravilno, deluje pozitivno v bistvu tudi na moč kontrakcije mišic. Ker je ta sistem tako aktiviran, je pol pri tekačih značilno, da po teku, ne, se Mhm. pa vsi športniki precej umirijo, se pa zelo, sploh pri mladih, poveča tonus parasimpatičnega sistema, ki pa pomeni umiritev, začetek presnovnih procesov, torej metabolizma, žile, krvni tlak pade, ker ne rabi biti več tako visok, srčna frekvenca blazno pade. In pol opazujemo to, a ne, ne vem, zvečer na kavču srčna frekvenca pod 40, ki bi vsaka naprava na urgenci piskala tako, da bi ljudje zraven pretekali in se vprašali, kaj je s tem človekom narobe. Tako da ja, sledi potem neka blazna pomiritev, tako da to verjetno tudi prispeva, a ne. Na nek način je že to samo po sebi
del runners high, ko je človek pomirjen, ker telo samo sebe na nek način sedira. Tako kot večino del teh poživil oziroma prepovedanih substanc, ki povzročajo pomiritev, ne, torej opijati oziroma kot se v kot izhaja ime za opijatni sistem, je to božji sistem, kjer odjemlje bolečino, ne, kar je v resnici, s tem se začne medicina, nam omogoča na enak način, torej pomiritev telesa, znižanje srčne frekvence, ohladitev, pripravo na počitek, na tak način. No, to bi bil tudi potem del. Torej, runner's high v bistvu kot, da jo gledamo kot kontinuitetna slika od konca teka do umiritve, ki traja v resnici več ur. No. Saj zato bi samo odsvetoval trening pozno v noč, ker verjetno tisti, ki je to izvajal, ve, da se takoj po teku ne da vrš pod tuš in v poslo, ker pač, saj jaz, zagotovo 1 uro še ne morem spati, ker traja, da se procesi zaključijo in slika umiri v krvi. Mislim, vse, kar si povedal, to je najboljši del treninga, je ura po treningu. Ko si Ja, tok, sem samo zadovoljen. Ne. Kako ja, dobro si nekaj naredil za sebe, pa za okolico, pa za enkoga vse, ne, da bi bilo res škoda, da bi v tem času spal. Ampak ja, zdaj si lepo opredelil in bom iz tega izpeljal vprašanje, se pravi, spoštovani, spoštovane, če ste mislili, da je tek dolgočasen, ne, to je adrenalinski šport, hormonsko potrjeno. Evo, če ste mislili, da je dolgočasen, nasploh ni, vsi smo džanki, ki zasledujemo pač endo procese, pač ne vnašamo od zunaj, ampak nam telo producira pač vse te substance, ki bi bile sicer lahko tudi prepovedane, ne? Se pravi, smo na en način podvrženi temu, to, da smo eni bolj, eni manj, da je ta koktejl lahko mešanica česar koli, pove marsikaj, tudi to, da določeni terapevti ravno odvisnikom svetujejo tek kot terapijo ali pa odvisnikom od alkohola, drog in tako naprej, in nekateri celo zelo uspešno, in včasih je tek edini način, da se nekdo otrese neke druge odvisnosti, a ne? Torej skozi to lahko tudi izpeljemo. Je pa vprašanje polo, ne? Najbrž si bral Libermana, pa tako pa Dougla in tako naprej. In on je tam dokazoval, da pač ljudje, homo sapiensi, zaradi naše evolucije, zgodovine, ne, smo pač rojeni za tek, da smo to kot ta trait razvili kot nekaj pozitivnega, nujnega, da smo bolje in lažje preživeli. Ampak ti si zdaj dokazal, da smo morda rojeni za tek tudi zaradi drugih stvari, a ne? Zaradi tega, ker zadovoljujemo svojo neko potrebo po dobrem počutju, če hočejo. ja, zanimiva tema. Knjige Libermana je žal nisem bral, sem pa o tem, da smo ljudje evolucijsko, da ne bi bili narejeni za tek, sem o tem precej debat preposlušal in tudi nekaj prebral strokovnih člankov na to temo. Zdaj, ta vprašanja za nazaj, zakaj smo se razvili točno v tako obliko, kot smo se, so zelo težko znanstveno odgovorljiva in Mhm. večinoma se mi zdi, da danes precej zlorabljena v smislu, da bi nekdo rad utemeljil nekaj, kar mu ustreza, ne, zato da potrdi svojo tezo, da to, kar počne, da je to v redu na nek način. Zdaj, že naš dvig na 2 noge, ne, prinaša, kako to opredelimo, kot evolucijsko prednost z vidika tega, da smo dominirali nad ostalimi živalmi. Torej, začeli naj bi se dvigovati čisto zato, da smo videli preko trave in pač videli svojega sovražnika in svoj plen. Potem pa premikanje, ne, ker smo res ena bolj vztrajnih živali, se izkaže, ne, mi v bistvu smo sposobni res zariniti preko svojih fizioloških sposobnosti, sploh ultrašportniki, ne, tudi do samopoškodbe se izkaže, da žival tega ne bo naredila, ni znanega primera, ki bi lahko v bistvu se toliko prenaterala, kot se lahko človek. In s tem, ko smo se v bistvu dvignili na 2 nogi, smo si z vidika medicine pripeljali več težav in nevšečnosti, kot dejansko prednosti. Izkaže se, ne, da ogromno bolezni, ki jih moramo zdraviti, so ravno zaradi tega dviga na 2 nogi. Tako da je ta pozicija idealna, zdravstvenega vidika se definitivno ne da trditi. In tudi naši sklepi, ne, obremenitev, pač
treba je računati, da kolki so bili narejeni evolucijsko najprej, zato da so nosili, ajde, dobro četrtino vsak, ne pa polovico vsak. Ne? Tako da tle nosimo breme. In tako kot recimo nobena živalska vrsta nima take težave s porodom, kot jo imamo mi, ki smo v bistvu zato, da se rodimo z večjo lobanjo, mogli pač žrtvovati to, da bo pač prideti ven iz medenice bistveno teže, kot kar pri drugih. Tako da bi rekel, da je avtomatsko tek na nek način za človeka v nemodernistični družbi zdrava aktivnost, si ne bi upal direktno trditi. Ne. Z metabolnega stališča, ja, z vidika ohranjanja vitkosti, super. V današnji moderni družbi bi pa definitivno, da je tek, trdil, da je tek zdrav. a ne. Tudi se mi zdi, da lovci in nabiralci pač niso so doživljali stres, ki je na nek način zdrav, bi temu rekel. Recimo to, da je plenilec za tabo, kar se zdi smešno, ne, da je to zdrav stres, ampak je, zato ker je ta odziv konkreten in fiziološki in smo na njega navajeni več kot 50 milijonov let. Ne. In če se recimo na stres odzovemo res z namenom stresorja, torej v naravi je bil stres definiran, pač zagledal si leva in začel teči. To je stresni odziv in telo se je prilagodilo na to in začelo teči. Če pa doživljamo, v resnici pa v pisarnah, doživljamo čisto enako pred razgovorom, enako stvar, ki jo pa v resnici potlačimo. Torej, ne sledi potem nek Akcija. tek, akcija, reakcija, beg, obramba, ampak sledi v bistvu potlačitev teh čustev in samo doživljanje na mentalnem nivoju. To pa ni več tako dobro. a ne. In v današnji družbi, ko pač so se stresori popolnoma spremenili iz nekih naravnih, živalskih v neke fiktivne, abstraktne podobe, ki jih mi kujemo okoli sebe, ne, ker pač značilnost nas ljudi je, da si znamo predstavljati neke družbene dogme in se združevati v veliko večje skupine kot živali na podlagi fiktivnih stvari. Najbolj razširjena vsakodnevna fiktivna stvar je denar, ki je pač namišljena, ampak vsi verjamemo v to kot družbeno pogodbo. Potem z tega vidika, za današnjega človeka, mislim, da je tek definitivno zdrava stvar. Da smo se pa razvili zato, da bomo po službi hodili teč, to pa ne bi trdil, ker v osnovi nismo bili razviti zato, da bi sedeli. To je že osnovna težava. Ne? Tako da mislim, da za človeka, če tako nasplošno opredelim, ker tukaj raziskave, ki bi to nedvomno dokazovala, pač ni, ker je to evolucijski proces, bi rekel, da je za človeka gibanje definitivno koristno. Ne? Izkaže se, da je recimo gibanje edina stvar, ki človeku omogoča, da je občutljivost na inzulin večja. To pomeni, da potrebujemo manjše doze sproščenega inzulina iz telesa, tako da incidenca sladkorne bolezni, ki je ena od bolezni najbolj v porastu, bi definitivno bila bistveno nižja, če bi vsak se šel po obroku sprehoda 2000 korakov, recimo, kar je tako, kot da bi šel do trgovine peš pa nazaj. Ne. Če se pa pač človek usede na kavč, potem pa imamo težavo. Ne. Tako da ja, človek je bitje narejeno za gibanje, to je nedvoumno. Ali je tek ena od oblik? Ja, izkaže se, ne, da za zdravje ni samo pomembno, da se gibamo na neki konstantni frekvenci, ampak da je treba, tako kot pač, ne vem, motor v avtu radi pritisnemo včasih na več kot 2000 obratov, da je tudi dobro, da v bistvu naš metabolizem preklapljamo iz aerobnega, dokaj sproščenega, pri katerem lahko govorimo, do tistega, ki je namenjen, da gremo pa zdaj loviti, ne vem, zajca za večerjo 10 milijonov let nazaj. a ne. Tako da ja, do neke mere bi bilo, mislim, da za vse ljudi koristno, da se udejstvujejo, če tudi samo sprehodi, včasih je pa treba tudi parkrat na teden z vadbo bolj pritisniti na svoj kardiovaskularni sistem in na svoj glavni motor, tako da tek je zdrava stvar. Ko pa vključimo danes še psihološki vidik, pa ja, tek modernemu človeku zelo ustrezna aktivnost. Ne nujno, da za res za dolgoživost, ker se izkaže, da glavne vaje, ki pomagajo, so poleg visokega VO2 max in te rezerve tudi pač fizična moč, dvigovanje uteži, s tem preprečimo predvsem recimo
padce, poškodbe ob padcih, mišično oslabelost, ki se s starostjo pojavi. Uh, ampak, ko pa dodamo psihološke učinke vzdržljivostnih športov, pa sodobni pisarniški človek potrebuje neko obliko teka, gibanja. No. Eni smo si izbrali tek, očitno. Tako da Pa kar mislim, da je veliko nas je. super Pa kar stvar. veliko nas je. Mislim, Veliko nas je, ja. ja, tako zato ta teza, da smo rojeni za tekamo, zdaj bomo čisto na hitro, pa ne bomo preveč razprijali v tej smeri, ampak vseeno hočem biti hudičev odvetnik. Naše primitivno telo, se pravi, od nas zahteva to gibanje. Ne? Naše Ja, primitivno telo v bistvu ne žene, da delamo nekaj, kar delamo že 100 tisoče, milijone let pravzaprav. Ne? Bi si upal trditi, da bo evolucija v naslednjih eonih časa, ne, človeško telo, ki je pravzaprav podpora samo našemu duhovnemu, razmišljujočemu bitju, humanizem je transhumanizem, če hočeš, ne, bo evolucija delovala v tej smeri, da pravzaprav bo izbirala posameznike, ki bodo to telo prilagodili, manj gibanja, manj metabolnih zahtev bo evolucija imela od človeškega telesa in bo bolj podpirala, se pravi, izdelala telo, ki bo manj robustno, morda na en način, ne, pa po drugi strani se pravi, bo bolj podpiralo tiste miselne procese, v katerih razpravljamo, da bodo morda bolj pomembni kot sama fizična dejavnost. Kaj misliš? s tem bi se v tem pogledu težko strinjal. Ne? Osnovna teza evolucije je survival of the fittest, torej Mhm. preživetje Mhm. najbolj prilagojenega. A smo s tem, da moramo tekači vsak dan teči, se gibati, najbolj prilagojeni na umsko razmišljanje, pisarniško delo? Zelo verjetno ne, ampak hkrati tudi noben od teh res slavnih, pametnih ljudi, to načeloma niso bile osebe, ki bi bile vse čas zaprte v svojo pisarno, ker se izkaže, da se večino teh prebojnih misli utrne zelo spontano, a ne? Tako da velike mislecov, ki so radi hodili po sprehodih. Športno aktivnostjo 100 let se definitivno na tako intenziven način, kot se nas danes zelo veliko ukvarja, niso ukvarjali, ampak so pa šli, ne vem, na sprehod, se kopati, plavati, delati druge aktivnosti. Tako da mislim, da človek, da človeško telo se ne bo sposobno, tudi s porastom bolezni vidimo, se ni sposobno prilagoditi na to, da bi rekel, zdaj pa pojdi v kavč, leži in razmišljaj. Ne dobi s tem človek idealnega, razmišljujočega uma. In to še dodatno podpira že precej zlajna teza, zdrav duh v zdravem telesu, ampak na tej stvari vsem mislim, da sloni nekaj starih modrosti, tako da gibanje in zdravo telo, z, po mojem mnenju, zagotavljata tudi oster, dobro delujoč ki lahko pride na dan z novimi dognanji, idejami, spoznanji. To, spoštovani, spoštovani, zdaj pa imate. Kavč pač ni evolucijsko orodje, žal ne. Hoteli ste, da vam dokažem tudi to tezo, da se razvijamo v ležečega človeka, oziroma ne. Žal se ne, vsaj za časa, pač, še nekaj 100 tisoč let, ne, tako da kasneje pa pač tako ne boste vedeli. Ja, Max, Mhm. Matej, Cuzak, dve imeni, ja, Maximus kot veliki, Matej kot, bom rekel, razmišljujoči, če gledam svetopisemsko, umirjeni, ja, filozofski, če hočeš. Ja. Se pravi, so ti že starši v zibelko položili veličino, transcendenco, razmislek, vse to. A? Tega še nisem slišal na tak način, ampak ja, lahko bi mogoče zapeljalo v to stran. Da Tudi, se ne boš vprašal, da prekinjam starše, zakaj ravno pač ta kombinacija imen. ja, sem velikrat vprašal. Ja, Matej ne bi bilo dosti konvencionalno slovensko. Max, oba sestra imava pač dve imeni, dedek ima dve imeni in sta se zato tako odločila. Ta prvo je tako, da je mednarodno prepoznavno, sicer sem bolj seveda takoj zastavil vprašanje, zakaj ni z X-om, ampak očitno ni. In tudi na svoje ime nikoli nisem gledal. No,
Nikoli nisem imel, nisem maral imeti niti v glavi te asociacije, Max, Maximus. Tako, če svojemu otroku recimo ne bi dal imena Max, zato ker se mi zdi preveč tako mm, superiorno ime v smislu, hoče nekaj povedati, da to občutek, da je nekdo najboljši v nečem, kar meni ni všeč, tak pogled, ne, da se mi zdi, da kot otrok človek, kot otrok in tudi danes prevečkrat dobimo občutek, da smo v nečem najboljši, da smo posebni, ampak bi rekel, da je, kar ugotavljam z odraščanjem, da je vsak na svoj način poseben posameznik in da je nekdo Maximus, ne bi ravno rekel, da je to v svetu, kjer bi mogli bežati stran individualizma in delati za skupno dobro, da je to ravno najboljša lastnost. Ampak recimo človek z svojim imenom zraste gor, dobi ga v zibelko. Na ključe ali pa načrtna izbira, tega se ne sprašujem več. Um, ampak ja, zanimiva kombinacija imen. Velikrat mi omenijo MMC 2100 ali pa MMC portal od RTV Slovenija. Da je to zanimiva kombinacija, no, ampak ne gledam na to na tak način. V srednji šoli sem imel neke prebliske, koliko je dobro pisati srednje ime, samo Max M. Cuzak, zato da je potem obstaja abstraktni prostor domišljije, kaj bi srednjo ime predstavljalo. Takrat sem bil blazen fan Rainerja Marije Rilke in sem prišel domov v drugem letniku in izjavil, um, kaj pa če bi si jaz srednje ime spremenil na Marija? A ne bi bilo zanimivo? To, kakšno navdušenje si požel, najbrž. Umetniško. Ja, ne, na to ni bilo. Mislim, to Ne? bi se po mojem staršem mojim zdel precej v redu. Ja, delno šok, zagotovo, ampak verjetno bi veliko prej podprla to, kot če bi prišel in rekel, jaz bi si potetoviral nekaj. Ne? Tako da, ne, MMC, recimo. Ja. MMC, ja, recimo, ja. Um, Ja, ker je v ne, kar so lepe rimske številke, recimo so tudi. lepe rimske Ja, številke, 21. stoletje, recimo, a ne, še to. ja, tako, a ne. Ja, a Uh, ne, rojen v 21. stoletju, MMC, mislim, Max Matej Cuzek, ki, ne vem, povej, tebe pol niso hvalili veliko v mladosti, te ni bilo treba hvaliti. A? Se mi zdi, da tako, relativno bom rekel. No. Se mi zdi, da se karakter pokaže potem z leti, oziroma se razvije tekom na ključe. No. Tako da bi rekel, da če gledam za nazaj, prvi vidnejši uspehi se mi zdi, da so se začeli, če gremo zdaj čisto po Freudovsko, psihološko, s tem, ko je Foter mi rekel, oče, no, da bo malo lepše knjižno. Um, da jaz pa nisem tako dober v matematiki kot je on. In to je bil strašen udarec. Takrat sem rekel, ok, zdaj te bom pa pokazal. In pa sem začel osnovki dosti tekmovati na fizikalnih in matematičnih tekmovanjih, tudi pri stovno-matematičnem razredu v Bežigradu. Um, in na koncu je to izjavo vzel nazaj. No. To je tak en psihološki um, motiv. Ni pa bilo nikoli, da bi bil ta pristop staršev, da je treba nekaj res se terati oziroma dokazovati. Tudi v teku je bilo vedno, joj, prosim, ne se terati, ne pretiravati, ni treba, ne vem, nikomor dokazati. Ampak na koncu ugotovim, da je moj glavni tekmec sem jaz, sam s sabo in tudi vsaj v svoji tekaški dejavnosti, mislim, da moje misli, glavni, res poglavitni nasprotnik, proti kateremu se borim. Tako da, ne, da je bilo neko preganjanje strani staršev, ne, pač šola je lepo tekla, mislim, da sem imel to srečo, da sem dokaj z lahkoto čez prišel, brez da bi resno rabo pomigati s kakšnim prstom, vsaj čez osnovno šolo. Srednja šola je pa tudi lepo šla, takrat sem veliko plezal. Korona je bila vmes, kar so se pogovarjala, preden so začela tole Mhm, snemati. mhm. Tako hecno obdobje v življenju, sploh odraščajočega najstnika. Um, Vse se mi zdi, da tako obdobje zelo hitro pozabimo, no? Ampak ko se pa začnemo spominjati, kako je bilo, se zdi preveč podobno en dan drugemu, predvsem za to najstniško obdobje, hudo pomankanje stikov, ne, ki se v tistem obdobju končali takrat, ko bi se mogli najbolj družiti, spoznavati nove ljudi. Ampak se mi zdi, da to lepo
poskušam nadoknaditi potem zdaj s študentskim življenjem, s tem, da tukaj spoznavam nove ljudi, sem v družbi, in širim, spoznavam nove ideje, prejemam znanje od zunaj. Tako da, ja, pa se bo začel tek, ne, tek je pa borba samim sabo, kot sem omenil, na faksu so se pa tudi pač, recimo, da pojavijo temu v redu uspehi, tako da priganjanja, če so pri tem, ni bilo nikoli nekega velikega. Zdaj bi, ja, mogel samo še doma na vrtu sestavljati raketo, igrati ne tri inštrumente, ja, imeti Ja, tri knjige v tisku in tako naprej. Potem pa bi, ja, rekel, da gre zadeve res. Ne hecam, seveda te hecam, ne brž vse to, kar sem naštel, že seveda počneš. Ne? nekaj tega, rakete ni, jedrskega reaktorja tudi še ne, čeprav seveda sem imel idejo v srednji šoli, kaj pa če bi jaz probil zgraditi to. Figurativno govorim. Ja, knjiga celo je, nekaj je v pripravi, ampak še dolg projekt, drugače pa bolj raziskovalni članki trenutno, kjer stvar še omenja inštrument. Čelo igram, Pa, sicer zato ostane manj časa, ampak je bolj poslušanje glasbe zadnje čase, kot aktivno izvajanje, ampak ja, to je bil tudi pomemben del življenja in tak lep, ki obžalujem, da ga nisem bolj aktivno del vlekel, no, ker to potem res ostane za človeka. Ko si mlad, sicer v osnovni šoli ne veš točno, zakaj si forsiran na nek način v to, oziroma zakaj nekateri igrajo nogomet, ti pa v glasbeni šoli sediš, da se ti smejijo. Ampak potem ugotoviš, da je to res nekaj lepega, ko ostane za tabo in tudi izkušnje, ki jih imaš iz tega. Podlaga za mišljenje, srečo, zadovoljstvo in pomirjenost, da tudi je na nek način precej velika osebna izpolnitev. No. lepo povedano. Zdaj mi povej, Max, očitno si pač nadpovprečen na marsikaterem področju življenja, ko si zelo tu teka. Koliko časa si tekljal, pa kaj si se ga lotil bolj resno? Si tudi v tem, pač, mislim, si high achiever, si človek, ki želi stvari priti do dna, si človek, ki se hoče vršiti pa narediti tistih 5-10 tisoč ur, zato da izmojstri neko stvar, ki ga zanima do fundamenta. Ja, verjetno me zanimajo stvari dost v podrobnosti, se mi zdi, ampak s tekom ni bila taka ideja. V bistvu sem po spletu okoliščin, ko je bilo plezanje v srednji šoli precej velik del mojega življenja, um, kjer mi je bilo res v veselje, pač bil sem dosti dober, se mi zdi, in bilo mi je tako kot brati nek roman. No. Pri plezanju je to fascinantno, da si človek zapomne res vsak gib, ne. Pač to je, ne vem, smer ima 30-40 gibov in vsakega imaš v glavi, prav zapomniš si teksturo, vsake stvari, ki se jo dotakneš. Taka neverjetna zgodba, ki jo je težko opisati nekomu, ki se s tem ni ukvarjal. Vse preteku je podobno, samo da je pač stvar bolj raztegnjena. Lih vsakega koraka si ne zapomniš, ampak neko celovito izkušnjo, aha, tam je bil klanček, tam sem na tak način tekel, potem mal spremenil korak, se spreminja in na koncu stane bolj ne toliko podrobna od detajla do detajla, ampak celovita izkušnja zadovoljstva s tekom tudi ostane. In ko sem pač nehal plezati, ko je bilo obveznosti na faksu preveč, Um, me je nekako to minil, ker se mi je zdel, ajde, šel sem res daleč, odkril sem to, kar sem želel. Um, in tudi ta skupinca, s katero sem plezal, je na nek način razpadla in potem človek izgubi motivacijo. Um, in sem začel pač iskati, s čim bi se ukvarjal. Od nekdaj sem rad hodil, tudi tekel sem že v osnovni šoli, predvsem na 1000 metrov in ugotovil, da če lahko temu v šali rečem, to velikokrat povem svoji babici in mami, da sem mitohondrij, to je naša glavna energetska tovarna, kjer se pač kurijo hranila s porabo kisika, ne, tako kot da bi rekli peč v telesu in to v vsaki celici jih je res veliko, se prenašajo po mamini liniji. Sem rekel, no, vidite, moj talent tekaški v bistvu ne pride od očeta, ki je tekel celo en maraton. To je vse vajna krivda, da jaz tukaj tečem maraton in se vidi, pritožujeta, zakaj se moram terati, ker dobiva človek vmes pavšalne opaske.
predvsem od babi. No. Vse jutro boš tam na 18 km šel ven, a ne boš pre 21 prekinil, ker to nima smisla, kar počneš. Raj bi tle vrtu kopal. Rečem, vse veš, od kje pride trma, ne, pa pač ta sposobnost, da gre to tako dobro od tebe. Um, Tako da to povem v šali. No? Ampak ja, tek na začetku ni bil plan, da Mhm. bi šel res v neke blazne podrobnosti. Pa to, ne vem, pride kot na ključe, da s tistim, kar se človek ukvarja. Recimo, ne, če sem se res ukvarjal resno na predkliniki z pač študiranjem osnovnega čtiva. Um, da sočasno človeku kar začne pasati, da ko eno stvar vrta globoko in v podrobnosti, da tudi druga začne, ki je pač kot sočasna sprostitvena aktivnost, da začne res iti v globino, odkrivati širine nekega prostora. Tle imam v glavi vedno izjavo, se mi zdi, da je bila, ne vem, na informativcu ali celo v srednji šoli že prej, da je veliko kirurgov, ki so dobri tekači, alpinisti ali pa znanstvenikov, ne vem, Einstein je konec koncev res dobro igral violino. Potem veliko ljudi, ki so dobri na svojem področju, imajo zraven še eno področje, kjer so nepremagljivi. V spominu mi je stala ena knjiga o enem slovenskem gospodu, ki je tudi poleg svoje primarne aktivnosti bil državni prvak v ribolovu, recimo, in se pač človek mora imeti, se mi zdi, da vsak, ki želi v eni stvari iti v podrobnosti, videti res prideti proti vrhu tega, mora imeti zraven še neko aktivnost, kjer je res, res dober. Tako da je pač to šlo z roko v roki in na začetku je bilo bolj to res teklanje okrog, tako da ima malo teč, ker je to taka dobra sprostitev. Potem pa je prišel prvi usodni maraton, recimo temu, to so bili Radnici, sem si rekel, pa pismo, vse jaz sem v dobri formi, ne, tukaj turno smučam, v prvem letniku sem kar velik turno smučal, pa pač zdržim veliko kilometrov hoditi, sem itak sposoben, blazno velik smo že, ko sem bil v petem razredu, hodili po gorah po 8 ur, pa pač ni bila, se človek pol navad nekako na to gibanje. Um, In potem sem rekel, evo, tudi s tekom v resnici, če ne teram prav res hiter, ne, ono, da bi se zdihal, tudi zdržim. Dajmo provat, le sem pretekel 30 km, ja, bilo je čisto neumno, ampak kaj pa če bi šel jaz provat maraton? Oče je imel en maraton in pa seveda to ostane kot stopnička, ne, treba provat, O, a treba lahko tudi. prehiteti, premagati. Ja, ja. Ne, ni bila niti to ideja, Ne, prej je bila ta, če vidim, da je to mogoče, ne tako kot Kolumbovo jajce, potem bi rad tudi jaz ugotovil, kakšna je to izkušnja. Ne? Ker sem velikrat poslušal, ne, takrat nisem še gledal to, kaj drugi tekači pravijo, ne, tisti maraton je 30 km teka, 10 km, ne vemo točno, kaj se dogaja, 100 metrov je res hudi, 100 metrov zadnjih so pa solze. Um, In sem rekel, no, zdaj pa moram to izkusiti. In takrat sem imel lih tako dobro podlago od ene profesorice, že upokojene anatomije, ki je začela razlagati, no, vidite, kad maraton tečete, vam pa recimo, če začnejo malo odpovedovati tele mišice medeničnega obroča, boste videli, da se malo bolj ziba medenica, pa lahko so tudi težave z sfinktri, ki držijo vodo, da pač ne lulamo. In se je tako, zanimivo, ja, to se dogaja, ja. Pol pa še zraven malo fiziološke podlage, aha, ko se znojimo, toliko pa toliko vode lahko izgubimo. Treba paziti, da ne pijemo samo vode, sploh pri mladih, ker lahko povzročimo hiponatremijo, da je premalo natrija v krvi, ker ga pač razrečemo. Treba piti izotonične. Se mi zdi, da danes imamo toliko več znanja, ne? Ampak jaz sem šel še vedno povsem neumno. Ker gledam ljudi okoli sebe, sem videl že na predavanjih ljudi, ki pač googlajo, ne vem, Nike Guide, kako teči 21 km. Se pač jaz smejim, jaz sem bil tisti bedak, ki je pač rekel, ne vem, ne rabim IKEA navodil za sestavljanje omare, to se je tako sestavlja, če pač to je narejeno, da se sestavlja. Tako da ja, tega prvega sem zelo navrat na nos pretekel, no, ampak je šlo. Takrat je bil čas 3 ure 26, pa sem si pa rekel, ok, zdaj pa Extreme Italija je takrat dobro ponudbo za Garmina, 255, če se ne motim. Sem rekel, ok, bom pa vzel eno tekaško uro, da vidimo, kaj je poanta. Pa Boston 11 čevlje sem si kupil od wow, Adidasa. Adidaske, Bostonke. Adidas, ki je šel iz Nikea.
po vseh letih osnovke, ki je bila tista prepričanost, ja, Nike, boginja športa, zmage in pač super, to so itak najboljše superge, skozi sem imel to, pa nikoli v resnici res dober teko. Na Adidas in pa sem rekel, ok, te superge, to pa gre hitreje, to se pa da, dajmo zdaj poleti mi provat, videti, kaj se naredi. In potem sem Ljubljano tekel po 3 ure tisto leto. No? In takrat sem si rekel, valjda je to zadnji maraton, kaj dosegel sem vse, po 3 ure je šlo, to je večini ljudi že zelo zavidljivo. In tako si se po maratonu prekovnaš, zakaj si se za to odločil, sploh nikoli več ne bom tekel, si moja še vedno rečem v prvih 3 urah po maratonu. Um, in pa je na ključe naneslo, da sem se na Istrskega prijavil naslednje leto, pa še spet Ljubljana. Pa to postane že rutina, ne? Ugotoviš, da vsak dan tečeš, da to gre, dokler nisem potem ugotovil, da lahko jaz tudi hitro tečem. To se je pa zgodilo v bistvu lansko leto, ali pa ne, to je bilo, ja, predlani, ne, lani, 2025, sem pa v bistvu Trst, 21, kot je rekel, pod uro 20 in si rekel, ok, Mhm. zdaj pa. To pa je tempo, ne, to se pa da. In potem sem bil tam celo, ena gospa, ki sem tekel z radenci majico, ki mi je bila res všeč, pač bela majica, S meni tremi je. srčki rdečimi, ja, to. Ja. Ja, pa vsi kličejo za tabo, ajde, 3 srčki, imaš to. Sem rekel, sem dobil povabilo, če bi prišel v Radence čez 2 tedna ali 3, kakorkoli. Sem rekel, ja, seveda. In potem so šla z enim dobrim prijateljem v Radence. Jaz niti nisem pogledal, da se je trasa napram 2 letoma nazaj spremenila, da se ne vrne več v cilj. In pa se je razvila celo ta urbana legenda, ki se na faksu govori, da Max Cuzek teče z žito burekom. Um, ja, no, pridem do te zgodbice, je kar smešna. Ampak takrat sem pa v bistvu tekel po 2,50 in sem si rekel, ker sem gledal na Instagram, na YouTube Shorts par ameriških tekačev, približno moje starosti, oziroma Mhm. do 30 let, ker sem videl, kako si postavljajo cilje in dokog prijo, pa tako se mi je zdelo, opismo, to veliko več trenirajo kot jaz. Ampak ne hodijo toliko, pa sem si rekel, pa Slovenci smo malo bolj zmešani, ker mi povsod hodimo, vsaj pri nas doma, kolesarimo v službo, mi smo skozi aktivni, tam se pa vozijo z avti. To mora biti neka nora kombinacija, da meni to ratuje, stok malo treninga. Takrat sem tekel med 40 in 50 km na teden. Kar Tako običajen da, rekreativc naredi, recimo, pa ne teče niti blizu maratona, kaj šele pol ure. ja, no Ja. in potem, no, te radenci so bili kar izkušnja, pa takrat sem se že res dobro počutil. Se mi zdi, da ta prvi maratoni so bili dosti na vrat na nos, nisem točno vedel, kaj pričakovati po 30 km, ko pač nisem imel toliko dolgih treningov niti. In je bilo bolj tako odkrivanje samega sebe. Zdaj pa je postalo to tako. Že dosti rutinizirana stvar, dosti veš, kaj pričakovati. Se mi zdi, da sem Mislim, bil. treniral si po planu že, si naredil kakšen plan ali to je bilo še Ni, bolj tako sporadično, pa na. mal sem sporadično menil, tudi odvisen takrat, lansko leto sem imel pa že dosti več čevljev in tako sem bil navaden teči različne tempe, odvisen, kje čevlje sem gor dol, pa vedel sem, da mi paše malo rotirati, kjer dan je, Mhm. kako se počutim, koliko je teč, koliko imam časa. Tako da je bilo že več tega. No. Tudi se mi zdi, te hitre desetke, tega sem zelo veliko tekel. Tako da hitro sem bil navaden teči. Nikoli nisem, se mi zdi, da nikoli nisem imel toliko časa, da bi tekel velik cone 2, ki je tako zelo glasna, tudi pri kolesarjih, ja, zone 2, vse bi zone 2, večino zone 2, ja, nimam 18 ur na teden za to početi. Um, Tako da takrat ni bilo še nekaj strukturirano, je bilo pa pač gledal sem, ocenjeval, koliko tečem, imam lepo voden dnevnik za vsak tek, svoj v Notion databazi, si tudi opišem, kako se počutim, koliko kilometrov je bilo, kakšen tempo, kako se je spremenil. Um, Ampak je šlo, no, po 2,50 sem si rekel, wow, to pa zdaj je čas. In pol Ljubljana, skoraj pri 2,45, takrat sem se pa začel spraševati, pismo, mogoče bi pa to bilo za. Mi je več ljudi rekel, Max, mi nismo vedeli, da si ti tako trgan, ampak to bi bilo, kaj pa če bi ti World Marathon Majors, kaj pa to, a te to kaj mika? Opa, Ne, 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 ojej. to je turistično stvar, jaz se tega ne gre. Ne, po se je pa kar pojavil, ne, pa mi je pa več ljudi začeli to omenjati. Pa človek začne počasi gledati res v to, ne. In je postala to neka stvar, pa sem pa tudi dobil idejo, no, dajmo zdaj probati narediti iz tega
treninga, da vidimo, kaj to pomeni, če ga sistematiziram in začnem res več teč, ne 80, je zdaj že 4 mesece, so tedni bolj ali manj po 80, 90. Intervali tudi vmes zadnji mesec sem rekel, no, zdaj pa da vidimo, kaj lahko naredim. Pa ni, da bi bil tisti cilj v glavi, ne vem, hočem 240, ampak tako. Z vidika procesa me zanima, ker se mi zdi, da prvič po ne vem, 4 letih po srednji šoli spet nekaj resno treniram in posvečam temu čas, da ni samo na nek način sprostitev, kar se zdi smešno po moje večini ljudi, ki to rečem, da prej ni bilo sistematizirano in ko me pač dobim veliko vprašanj za nasvete, kako teč, saj od vrstnikov in jim rečem, lej, pač lahko ti nekaj svetujem, vem, kaj priporočajo študije, mi je to kar precej jasno, ampak sam tega ne izvajam na tak način. In tudi nikoli nisem trdil, da jih tečem z vidika svojega fizičnega zdravja, najboljšega mi je bolj to posvetitev psihičnemu zdravju in osebnemu razvoju, kot pa, ne vem, ideja, sem predebel, moram se odgibati, ne, pač tega ozadja nikoli nisem imel. Tako da Kakšnim ja. fiziološkim testom se nisi podvrgel, kakšnim testom zmogljivosti, talenta, pravzaprav za vzdržljivostne športe. Ja? Nekaj malega, vodva, ampak oboje na kolesu, tako da to je še vse v planu, ampak postopoma, ne, ta znanstveni del držim za enkrat, znanost na svojem telesu v tem projektu bolj ven, ker se posvečam bolj drugim znanstvenim projektom, ampak ja, mi je več ljudi rekel, me zanima, kakšen imaš vodva, Max, to bi radi videli. Um, pač zmeraj sem imel na kolesu 61, ura kaže 64. Več kot to zaenkrat me še ni, ampak zdaj kot očitno dobivam s tvoje strani pobudo oziroma Lej, subtilen predlog, da bi to izvedel, se pa, ja, se počasi sprašujem, da bi šli to malce bolj sistematizirano pogledati, da bi bil to del projekta, ampak zaenkrat je bil tek za Frankla bolj v smislu res psihološke, lastne psihe in pa osveščanje naokoli, predvsem o mentalnem zdravju, bi rekel. No. ja, Ja. deva se rad o tem pogovarjati kot pol. Mislim, da nisem dolg nazaj, mesec nazaj prebral, da je prvi človek na svetu presegel VO2 max 100, 101, zdaj pa ne vem, kdo je bil. A je bil Blumenfeld triatlon, zdaj je bil en drug, ne vem, ne bom trdil, ampak 100, 101 so mu namerili, ne vem kje, kaj je počenjal prej. Ampak ja, zdaj smo tam, ker smo, tebe čaka 70, ampak tudi o tem ne bova, ja, pustimo zdaj TV Max na strani, govora o tismu, kar je meni še bolj, kar je meni definitivno bolj zanimivo, ne človek, ki preteče pač maraton 2 uri 45 in mu 40, 41 sekund zmanjka, da bi se neposredno vrstil v Berlin, ne, ja, mislim, smola, potem gre pa letos v Split, ker sem jim Ja. tudi sam bil, pa zaguljena, sem bil na polovički mimo grede, z velikim mačkom, ampak pustimo to, proga zaguljena, ko 100 hudirjev, dež je bil veter, tako naprej, ti si v teku po 2 uri 45, kar je impresivno, kar pomeni, da je neki napredek, Napredek izjemen je napredek, velik, se mi zdi. mislim, izjemno. No ja, sam si rekel, sistematično treniraš v Kloda, v ChatGPT, pisuješ, naredi mi plan za SAP 230, a ne, to sem tudi nekje ujel. To sem testiral, to je bilo samo test, ampak ja, so me nekateri provocirali, do koga se gre, pa sem rekel, no, dajmo videti, kaj pomeni 230, kaj napiše, um, kaj Silicijeva dolina priporoča na svojih čipih. Mislim, da reč dobro sestavljeno, tudi kar sem šel pol gledati, brati, kaj bi bilo treba za to narediti. Ja, zdaj, a je to moj namen, 230, mogoče tiste najbolj nore sanje enkrat v življenju, če bo to šlo, ampak mislim, da to ni v spredju, ker se mi zdi, da je tek za me še vedno. Ni to moja primarna aktivnost, se ne tretiram kot profesionalnega tekača in mi je to lep projekt, ki teče skupaj z mojim življenjem, ne glede na čas, ki ga dosegam. No. Tako da, ampak ja, zanimiv plan z strani Kloda sestavljen. Če lahko še split en komentar podam. Izvoli. Ja, to je bila kar izkušnja. Mislim, nisem pričakoval, da bo tako slabe razmere deževalo, ampak bolj mi je bil veter problem. Ne? Jaz sem bil sam večino časa
In to je na tistih alejah, kjer je potegnil veter proti meni, to je tempo šel na 24 iz 350. Katastrofa, ja. Katastrofa, ja, prav uno parkrat, ki te kar zagrab, pa ti nogo butne v drugo nogo, pa ko se premakneš 2 metra po cesti v eno stran, pa si tako, kdaj me pa to zanese, ali ne? Res ni bilo idealno. Še slabo je bilo označeno na enem delu, ker sem med prvimi pretekel v mesto in sem se nekje celo zgubil, zavil eno ulico za 100 metrov v slepo. Mislim, neprijetno. Sem dobil pa najbolj luksuzno storitev do zdaj. En me je spremljal zadnje 3 km s kolesom pred mano, en od organizatorjev, sem si rekel, to pa je izkušnja. Um, Tako je odpiral, umikal ostale, sploh v zadnjem delu. To, kako so naredili križanja z desetko, je bilo meni sam tečno, mislim, Mislim, tam. to je bilo malo ponesrečeno. To je bilo precej ponesrečeno, Ja, sploh ja. v un stadion preteč, tam sem se mogel kar riniti čez, pa polka tam tečejo s telefoni, pa se slikajo, ti pa mim njih še ne slikajo, vidi, da so v drugi tekmi. Oni izgledajo, da stojijo, ti pa tam po zraku letiš, pa oni tako s telefonom, tako selfie. Um, ampak ne, meni zanimiva izkušnja, maraton mi je bil všeč. Zanimivo je, ker nisem skoraj nič poznal, enkrat do zdaj sem bil v Splitu, tako da niti nisem imel predstave, koliko sem daleč, to, kar sem se na začetku podcasta pogovarjala. Ampak se je videl, da je forma, no, sem dober držal, res cel maraton. Se mi zdi, da tudi do zdaj eden najbolj prijetnih maratonov z vidika lastnega trpljenja, izkušnje. Tako da sem zelo zadovoljen s formo, čeprav se navzven na rezultatu ne vidim, ampak kot človek upošteva razmere, se pa zaveda, da se pridno in marljivo treniranje zares pozna. Jaz bi, mine duše, zdaj le ti napovedal, da je 10 sekund na kilometr boljši čas na, dajmo reči, ravni, vremensko bolj Ravni je prijazni verjetno progi. res, ja. Ja, tako, a ne, prav gotovo. No, vsaj kar sem pogledal rezultate ostalih, pa kar jih poznam, pa kaj so tam počenjali, tudi bi rekel najboljši, no, bi rekel, da imaš Ja, toliko ja. manevrskega prostora, ampak seveda ti ne bom pihal na dušo, ne, naj ti Bratislava da kakšen odgovor, pa mogoče Padova, Se odločam, kera bo ta hitra. Moram videti. Odvisno, če bo prehladno v Bratislavi, bo to bolj dolgi um, trening, ja, dolgi dolgi trening. trening. Ja, no, ni, da bi tako zastavil, da res mora biti najhitrejši možno. Padova me skrbi, da bi znali biti prevroče, ampak bomo videli. Ne, če bo Bratislava v redu vreme, bo Bratislava ponovno napad. Gremo na številke, ja, gremo na 3, po 340 na kilometr. Pustimo to, ne bom ti polagal, se pravi, ne bom nič polagal, zdaj le ti kakšnih idej v glavo, ker jih ima že sam dovolj. In v tej ideji moramo zdaj le, mislim, uro pa četrt čvekava, v bistvu, ne, pa Je pa res. z lahkoto, pa še nič niso zares obdelali, ne hecam se, ogromno so obdelali. Mislim, da ima pozornost tako gledalk kot poslušalcev. Ne? Zdaj nekaj mi povejo, ne? Za medklic, ne? Za gledalke pač. Ne? Popularnost pač. Jaz gledam svoje mulce, a ne, malo mlajši so od tebe, ampak vendarle ti maleti so frizure, ki danes dominirajo, pa brčice, seveda, ne. Na mladih Mhm. fantih, a ne, se počutim, kot da bi gledal, bi rekel, slike iz Nemčije leta 78, a ne. Frizure, ja, ali pa začetka 80-ih, pa te brčice namenoma brke puščaš kot znak, Ja, pač. no, zdaj se bomo tega dotaknili. Ja, ok, ne, to je tudi ena od teh neplaniranih stvari v življenju. Se mi zdi, rekel sem si, pač treba probati, kako to zgleda. Ne zrasta mi prav lepo, upam, da se tle na kameri ne vidi preveč dobro katastrofalne situacije mojih brkov, ampak par ljudi mi je rekel, a to so maratonski brki, da je to popularno. Sem rekel, pa ja, recimo, če hočete tako interpretirati, pol dejte tako interpretirati. Um, ne, rekel sem si, da dajmo provat, kako to zgleda, čisto spontano, ni da bi gledal trende, ki so okrog mene. Ampak pol človek seveda začne opaziti, smo res veliko mladih, no, z brke moje starosti. Tako se pa vprašaš, koliko si pod vplivom ostalih in koliko je to lastna, kvazi spontana odločitev, čeprav res. Zato vem, da sem si rekel čisto spontano decembra, da jemo provat pustiti, pa raste zelo počasi, pa tudi ne zgleda neki baš dobro. Ampak
ja, recimo, da spontano, potem ko gledam, ne vem, fanta od svoje sestre, si rečem pismo, jaz imam res boge brke, ampak ne ostanejo, dokler traja, no. Ti imaš tudi veliko lepše. Mislim, ne, ja, jaz jih tudi, bom rekel, v tvojih letih, a ne, sem bil v podobni situaciji in sem menil, da pač, a ne, je življenja počasi konec, a ne, da še edini stanek moškosti, ki mi je ostal, a ne bo nikoli pravi, pa se potem v letu vse spremeni, slej ko prej bom imel več brk kot las, tudi to je neki, ampak pusva zdaj te brke. A ne? Pa ne bova šla v freudovske analize brkov, bog ne dej, a ne? Ker vem, pa poznaš Freuda, vem, ja, pa poznaš Nietzscheja, pa poznaš Adlerja, bog ne dej, še koga drugega, Kanta in tako naprej. Deva, rajš eno o Franklu, no, pa o Evo, pa njegovi sva šoli. nazaj. Ja, deva, ta Frankl, enkrat sem že govoril v tem podkastu o Franklu, čist mimo grede, ker sem imel Martina Lisca, ki je logoterapevt in je tudi tekač. In takrat so o moškem zdravju govorili, mimo grede, ja, pa so pri brkih, no, se na koncu vsaka zgodba zaključi tako naprej. V novembru sem govorila z njim, pa me je zmer ta tema bolj zanimala, z njim nisem v priložnosti to govoriti, ampak ti si pa. In sem šel potem raziskovati, a ne. Sem rekel, sigurno se je kdo, kakšen tekač, maraton, ultraš, na vse zadnje, uh, spomnil, da bi utkal v svoje tekaške napore tudi Franklovo filozofijo, Franklovo šolo, Franklovo misel, ampak za božjo voljo, zelo malo tega, oziroma Ja, skoraj nič. A ne. Zato si to še, ti še toliko bolj, se mi zdi, unikaten in poseben, ko sem prvič videl tek za Frankla, sem rekel, čak. Kaj pa, mislim, kaj se tle dogaja, a ne? Kaj se to dogaja? To je res nenavadno, potem to je zapis, seveda na Facebooku, pri 22 letih Frankl tek. Kje si najdel to kombinacijo zdaj? no, okay. To sem že na svojem Substacku, v tem zanimivem dvogovoru, kjer je en boljših prijateljev, ki je velik avtor in pisec stvari na Filofaksu, tudi med drugim, in prevajalec, um, je omenil in rekel, pripeljal do te teme, Max, kako si ti prišel na Frankla in jaz začnem razlagati zgodbo. Bil je september pred Ljubljanskim maratonom 2023. Dobil sem se z enim kolegom, ki je dolgo plezal in pač ta kolega je Leon. In je rekel, da on gre zdaj na prvi maraton, če mi bo kakšen nasvet. Takrat je bil, šla sva v Hudburgerja, tistega na Viču, ta originalnega, in se začnejo pogovarjati, in mu tako dam seznam, v Notionu imam seznam za vsako knjigo, zraven oceno. Mhm. In, on mi in pač se začnejo pogovarjati, kaj pa on bere. In tako, ja, veš, Frankla ti priporočam. Jaz tako, kdo je to, kaj je to? No, Man's Search for Meaning. Seveda pač doma pol pobrskam, ker take knjige doma celo najdem in jo seveda najdem. Nisem imel popolnoma nobenih pričakovanj, kako bo to. Začnem brati in sem po dolgem času si rekel, pismo to pa za neko razodetje, to pa je pač blaženo branje, meni se je zdelo kot da se odstira pred mano sama resnica, že v pač lepoti tega, kako je to zapisano, čeprav je pač vezano na eno najbolj krutih, okrutnih tem, ki so se dogajale v človeštvu. Ampak mislim, da to Frankl potem ne poskuša prevesti na način, ja, vsako trpljenje je enako hudo kot to, kar sem jaz doživljal, ampak bolj zapelje iz tega, kako moramo najti svoj smisel, pa ne glede na čemer, kar je in ne glede na to, kaj trpimo. Tako da sem od tistega dne zelo hvaležen za to kosilo v Hudburgerju in spoznanje Frankla. Na začetku ga nisem povezoval s tekom, ne, sploh ne, ampak bolj s svojim življenjem. Se mi zdi, da se sploh z odraščanjem danes um, se že tako ali tako se ljudje preoprašujejo, ne, zakaj smo tukaj, kaj delamo. Pa recimo, da sem imel takrat tudi rahlo krizo, tako identitete, tega, kaj si želim, kdo sem, zakaj res obstajam, zakaj mi je treba na faksu toliko težkega študija, zakaj se sekiram, zakaj sem živčen, recimo takih stvari. In potem se je s tem nekako odprlo pač odgovori na določene vprašanja, ki sem si jih zastavljal že dalj časa. In ta upoveditev, ki jih notar na primerih potem navaja, kako je on z logoterapijo na, bi rekel, na zelo ne usiljiv način, ampak s tem, kar ljudje že sami doživljajo in kar je njim
Jasno, samo z lepim preoblikovanjem tega logoterapevtskim um, jim pokazal v bistvu kot neke vrste luč oziroma svetilnik, vodnik, da v resnici delajo nekaj za svoj smisel in da imajo nekaj, zakaj so tukaj in nekaj, na kar so ponosni, čeprav je lahko to banalno mehna stvar. In od takrat sem postal res velik fan Frankla. O njem spregovorim praktično s komerkoli, ki me vpraša, kaj prebrati, kaj se splača, tudi kot tak splošen življenjski nasvet. Prebral sem 4 njegove knjige. Tudi z eno boljših prijateljev smo pa razvili navado, da si podariva eno za vsak za rojstni dan. In potem, ko sem razmišljal, pa kaj je v bistvu namen tega mojega teka, zakaj jaz sploh tečem, že od svojega začetka, se je takoj pojavil, aha, mogoče bi pa to res navezal na Frankla, da je to na neke vrste moj smisel in volja, ki jo gojim do življenja, tudi preko teh tekaških projektov. Tako da, fast forward, pač sem začel razvijati ta koncept, da bi s tem projektom lahko pokazal drugim prvič, kako najti smisel in kako v tem obdobju, ko ne vemo več, kaj je sploh resnično, zakaj smo tukaj, kakšen je naš osnovni namen, sploh med mladimi se to opaža, se mi zdi nekako res hudo izgubo kompasa, Mhm. da se jim da to na nek način zelo lepo približati. Ker že odprej sem pa no, kot študent medicine, pač v društvu študentov medicine bil zelo aktiven na področju osveščanja o razno raznih stvareh, od psihičnih bolezni do prebavnih težav, do pomena zdravega načina življenja. In se mi zdi, da potem lahko v bistvu s Franklom upovedim nekako celotno, zajamem celotno svojo dejavnost, ki more na nek način tako zagotavljati moje dobro delovanje, kot tudi povezovanje vsega, kar poskušam narediti za dobro ostalih. Od medicine, katere osnovno poslanstvo je, da jim pomagati sočloveku, do raziskav, ki na koncu botrujejo k temu, do teka, ki je lahko tako urodje za samega sebe, čeprav se zdi tako, kot je velikokrat vprašanje, pa kaj nam alpinisti v Himalaji koristijo, če odkrivajo samo sami zase. In Mhm. potem se pri tem vprašanju spomnim na Nejca Zaplotnika in pomislim tudi, kaj nam je, kolikim ljudem je v resnici dal Da precej spremeni lep življenje. Ja. pogled in spremenil življenje, ne? Da je treba videti pot, ne samo cilj. In pač tisti, ki ima pot, cilj nosi v srcu vse čas. In na nek način podobno Frankl, ki je res ne zahaja v neke, ne bi rekel, blazno težke filozofske vode, ampak res z vidika psihologije človeka mu poskuša pokazati tako notranje kot zunanje cilje, hkrati pa risati v bistvu celotno človekovo psihološko podobo z vidika tega, kje so njegove odgovornosti, kaj je za človeka sploh svoboda in kaj je za človeka ta glavno notranje vodilo, ki ga vodi iz dneva v dan, da preživi. Tako da to je na koncu pol pripeljalo do integracije vsega tega v eno smiselno, lepo celoto. Moče čist na hitro za tiste, dragi in spoštovane, ki ne veste, kdo je Viktor Frankl, človek, ki je preživel Auschwitz, ja, najhujše možno koncentracijsko taborišče, ki je ustvaril svoj notranji svet, pa svoj smisel, ki je potem ustanovil šolo terapevtsko, bil uspešen terapevt, napisal knjigo, ki pravi, še tudi tebi spremenila življenje, na vse zadnje, marsikomu od nas, kateri kratka knjižica. Sem ni debela knjižica, priporočam vsem, tudi ti To, najbrž, a ne? Ja, tako. Uh, ampak ja, jaz sem včasih razmišljal na to, kar počnemo, pa tečemo. Jaz sem odraščal na vasi, spomnim se deda, pradedo je bilo še slabše, če bi me videl teč, bi rekel, da tratim Bogu čas in energijo. ja, Rezon, da je mislim, preživeti moraš, zaploditi čim več potomcev in poskrbeti, da bojo pač preživeli in to je to, a ne, smisel življenja. Ne? Ampak danes imamo pa diapazon malo širši, ne? ja, Praviš, zdaj se ne ukvarjamo samo s tem, da bomo zagotavljali svojo eksistenco, pa
naš rod pač nadaljevali, ampak imamo bistveno več časa, prostora, da se Mm. udejanjamo. Ok, sej najbrž boš soglašal, sej umetnost, konc koncev, razvoj tehnologije, če smo že, je, ne morem reči, posledica pač nuje, lahko tudi presežka časa, pa energije, pa razmisleka, pa tako naprej. Ne. Ja, definitivno se pozna tudi z vidika psihološkega efekta na splošno populacijo. To, da imamo časa toliko, kot se mi zdi, da še nikdar v življenju. A ne. Um, predvsem z tega vidika, da se lahko hitreje delimo informacije, hitreje pridemo do informacij, hkrati se nam pa ni treba, sploh ko smo mladi, več ukvarjati s tem, ali bomo jutri jedli ali ne, vsaj večini. In tudi ni se treba ukvarjati s tem, kako bomo hrano pridelali. Včasih je pač mogli, ne vem, 95% ljudi se samo s tem ukvarjati, da smo preživeli. Danes se ukvarja verjetno manj kot 5%, direktno, neposredno s pridelavo hrane. Ok, bolj z obdelavo je verjetno še nekaj več, ampak to definitivno ni več glavni cilj. Večina nas pa sedi v institucijah, rutiniziranih procesih, za katere niti dobro ne vemo, kaj točno počnemo, vse se zdi tako abstraktno. Hkrati smo bombardirani z vseh strani, izrabljene so naše najbolj primitivne lastnosti pozornosti, pozornost nam je na nek način odvzeta in postali smo na nek način produkt IT družb, ki lahko z nami delajo karkoli želijo. In v tem, ja, se na nekem točki začnejo v tem izobilju časa postavljati vprašanja, kaj pravzaprav smo, zakaj sploh obstajamo. Ne vem, če gledam še nazaj, se mi zdi, da se lepo vidi ta evolucija, ko opazujem svoje stare starše proti svojim staršem in bolj starši proti naši generaciji. Um, ko včasih tudi, če so imeli prosti čas, so se znali zamotiti in po mojem se vsaj večja mera ni na tok agresiven način spraševala, kaj je namen obstoja. Medtem ko danes pridemo do namena obstoja že v 60-sekundnih rilih. Ni zato treba biti študiran na področju filozofije, ali podobnem, da bi se s takimi vprašanji ukvarjali. Tako da je na nek način je to blagoslov, da imamo vse te informacije, po drugi strani pa tudi veliko breme, da smo soočeni s tem vprašanjem sploh. Se mi zdi, da ko človek, vsaj tudi pri sebi opažam, ko ima neko aktivnost, ne, um, tisti dan, ko si rečem, ok, danes sem pa jaz na vrsti, da pospravljam doma, da skuham, da delam take stvari. Ko si dam take naloge, je v bistvu smisel definiran iz zunanjega sveta in je veliko lažje človeku. In se mi zdi, da teh je tudi ena takih instant rešitev, kako si lahko smisel najdemo na podlagi zunanjega dejavnika, ki nam potem osmišljuje življenje, da imamo nek cilj, ki smo si ga tja postavili. Medtem ko če tega ne bi bilo, če smo predani hotelu mama, sploh kot najstniki, imamo samo telefon, potem se pa res lahko začnemo spraševati, um, kaj je pomen in hitro vod to do velik nesreče med mladimi. In če lahko tukaj nekako današnji nihilizem povzamem po Ničeju, v bistvu gre za manko smisla, manko vprašanja, zakaj in kot tretja stvar, razvrednotenje tega, kaj sploh so vrednote, do česar je danes nekako prišlo, predvsem med mladimi. In te tri točke bi se dale lepo povezati tudi v krizo izgorelosti, depresije med mladimi in nasplošno nesreče. In zdaj s tem projektom ne poskušam pokazati, da je tek za vsakega rešitev, kako ven iz tega zbežati. Ampak je pa neko vodilo, tako kot so ljudje, ki hodijo po Himalaji, tako kot je umetnost, je neko sredstvo, ki pač ne bo direktno prispevalo k kateremu koli napredku, mogoče moralnemu, verjetno pa ne neposredno k tehnološkemu. Posredno je pa učinek na družbo dramatičen, se mi zdi. In
Se mi zdijo to stvari, ki jih nujno potrebujemo, zato ker pač, če ne gojimo svoje psihološke, socialne vloge kot ljudje, potem tudi v ostalih ne moremo prosperirati. Se mi zdi pa, da smo danes prepogosto usmerjeni samo v to, da gledamo napredek. A čez številke, torej BDP je šel gor, super, zadovoljni smo, srečni in ulala, in pa pač tehnološki napredek, ki ga vsi upisujemo. Sicer ne vem, sreča, odkar imamo 3 nanometrske tranzistorje na silicijevih procesorjih, ne vem, če je šla bistveno gor in tudi odkar je Nvidia tako skokovito zrasla, ne vem, ali je to res prinesel napredek na področju družbene strukture in tega, kaj smo kot rasa, kot človeštvo v splošnem. Čeprav imamo lahko letala, ki letijo z nadzvočno hitrostjo, čeprav lahko skačemo po Luni in podobno. A se je borba za smisel kakorkoli spremenila? Ne, mislim, da je še hujša, kot je bila, vsaj za večino ljudi. Mislim, da je to Um, zdaj dober izziv. Evo, tisti, ki poslušate, zdaj le pa itek drsate svoje telefone ob tem, odprite vseh 6 LLM modelov, ki jih imate naloženih na telefonu, po vsakega posebej vpišite. Kaj kaj sem je mislil? smisel življenja? Ali pa smisel nasploh, ajde, pa potem lahko mi pošljete, lahko preberete, kaj je vsak od teh modelov, kaj je umetna inteligenca, kaj te Nvidijini čipi zdaj mislijo, ja, ki so Mm, prepojeni pač, ja, z tem rekel, kalifornijskim soncem pa slano vodo, a ne, kaj bojo vrgli ven kot smisel ja, življenja. Mislim, tako si povedal, vse sem razmišljal ob tem, a ne. Um, Včasih so vprašali starše, kaj si želijo za svoje otroke, pa so ti rekli, da bi bil srečen, ja, da bi bil uspešen, ja, da bi dosegel nekaj v življenju. Ampak, zbravi, danes v družbi preobilja. Vse imamo, ja, sreča je ja. instant. Uh, Uspeh je tudi instant, vse ti vse poskrbijo. Vse Uspeh ti je še po Adlerju moč, ja. Ja, tako, a ne, to je moč. Vse to, če drugega ne pa mama zrihta, ne pa na faksu Mm, dobiš šestko. Vse imaš. A ne. Se pravi, danes bi si za svoje otroke moral želeti, da bodo našli smisel v življenju. A ne. Pa naj si mm, bo to, a ne, gonjenje kolesa, recimo čez afriške puščave, ali pa konc koncev, ne vem, izumljanje receptov, 1000 receptov ričeta, ki jih ričet na 1000 načinov, z vsemi istimi sestavinami in tako naprej. Se konc koncev, kot ti praviš, smisel je tisto, kar te vleče proč od depresije, suicidalnih misli, pa nihilizma, ki bo včasih morda, mm, pač nek abstrakten pojem, danes je pa prav še vse prisoten, pravzaprav, med mularijo, Bog pomaga. ja. Ja, predvsem še eno zanimivo misel sem danes prebral o tem, mogoče vezano delno tudi na nihilizem, ampak na to, da smo v bistvu dobili usiljeno podobo tega, kar si želimo biti. In predvsem s tekom bi želel tudi to, no, apelirati na to, da se to prepreči, ne, da se primerjamo z drugimi. To ni prvotni namen teka, vsaj v mojem smislu, kot ga vidim s tem projektom Teka za Frankla in v moji tekaški aktivnosti. Ker velika težava danes na visenje na socialnih omrežjih, to jaz opažam, je 1 minuto smučam na Hokaidu, 2 minuto se potapljam na Maldivih, 3 minuto jem burger v Los Angelesu. V 4 sekundi potem skočim na konjske dirke, potem igram golf, na to poslušam generalnega sekretarja NATO, kako se s Trumpom pogovarja, na to se smejim nekemu pacu na bananinem olupku. In v bistvu Kierkegaard je lepo zapisal na nek način, da če želimo biti to, kar nismo, potem končamo tako, da sploh ne vemo več, kaj želimo biti, oziroma še hujše, končamo tako, da sploh nočemo več biti. Ne? Um, Tako da upanje in smisel je nekako najmočnejši upor, ki ga lahko najdemo temu brez volje oziroma brez smernosti, če lahko rečem. In to bi bilo nekako bistvo, ki ga želim pokazati z lastnim projektom. Da ljudje razmišljajo o tem na tak način in da želijo, da v bistvu je za smisel se je treba na nek način tudi boriti.
in se bo trudil. To ni stvar, ki bo padla z neba. Um, in je treba delati na tem. In tek je eden od načinov. In na koncu, ko pogledam moj tek, lahko kar hudičevo orang način z vidika vložka, da pridemo do tega. Mislim, da gre tudi na preprostejše načine, odvisno od posameznika, koliko je pripravljen dati, lahko gre pa tudi na težje. Um, ampak ja, definitivno Mislim, tek je zelo ena bolj. elementarno, prav gotovo. No, mislim, Ja, če smo že pri tem, a ne, kar smo dognala že prej, pri fiziologiji, pa pri evoluciji, pri vsem. Elementarno, prav gotovo, ne, če boste šli teč, boste to surovo moč narave proti vašemu telesu, pa proti vašemu mentalnemu stanju, prav gotovo občutili. Zdaj, kateri tek, kjer trening je pa zate najtežji? Max, recimo, ne? Dolgi tek, ker lahko sicer meditiraš, ampak si skozi mal na laktatnem pragu, intervali, ki si se jih lotil, ne? Pa res šprica vse skupaj, pa so tisti umestni časi, 3 sekunde dolgi intervali se pa vlečejo kot, mislim, kaj? Česar meni pa se zdijo moče ne maraš, no tako, ja. Meni se zdijo intervali najtežji. Mislim, Ah, nikoli nisem tega dovolj treniral in se mi pozna, da zdaj, ko je treba, ko moram iti preko tega svojega comfort zona, da je mi kar precej neprijetno, ampak je pa ta sreča, da hitreje mine, pa potem je to veselje tistega vmesnega časa, ko ga jaz preživim tako, da počasneje tečem. Se mine v 3 sekundah, tako kot si omenil, ampak se zdi pa fenomenalno in tudi občutek pol. Ko greš naslednji dan na daljši tek z malce bolj takim maratonskim tempom, si rečeš, pismo, pa to je v bistvu res udobno držati, to je noro. Tako da, ja, intervali za me definitivno najbolj boleča, neprijetna izkušnja, ki pa je na koncu tudi zadovoljujoča, mogoče zaradi tega še toliko bolj. okay, kaj pa ta, okay, dvojnost, prej si rekel, ok, ure, kvantifikacija, strava, ne vem, če imaš stravo, nimaš strave, ne, primerjanje, ne, temu se maratoni na vse zadnje, posod merijo čas, a ne, tudi tvoji cilji, recimo, ne, in tako naprej, ne, se lahko izmakneš, recimo, pa s tem, ki jih imaš na vsakem koraku, a ne, da bo zdaj tekmoval z nekom na vsako ceno, da boš boljši od njega, kar je lahko tudi pozitivno, a ne, motivacijsko, po drugi strani, da boš slabe volje, zato ker si 3 sekunde počasneje v teku, kot bi lahko, se pravi, si pokvariš mogoče vse skupaj, ali pa skališ neki na drug način, kot ne bi želel. Kako tle najdete to Ja, saj se balans? mi zdi, Ja. da je moja velika prednost, da nisem profesionalno v tem in si tega ne jemljem več toliko k srcu. Ampak Um, poznaš najbrž rekreativce, no? Lahko ti povem, da tam zunaj je poznam, morje ne, rekreativcev, ki to poznam, jemljejo preklemano za res. vem, vem, ljudje, recimo, že svojo mamo pogledam, reče, če, zakaj bi šla na to tekmo, če vem, da bom slab štekla, kot na prejšnji. In tako, A, mislim, res debelo pogledam, ne? Ker vsaj v moji glavi je to, ajde, sej, ko dosegaš boljše čase, je to lahko reči. Ne? Tudi, ko imaš visoko povprečje ocen ali pa uspehe na tekmovanjih, ti je lahko reči, ja, meni se pa za to sploh ne gre. A Ne? Tako da drugo je potem, ko tega ni. Ampak recimo za Split sem pričakoval boljši čas, a ne. Potem so pa razmere in na koncu ko ugotoviš, da si dal vse tisto od sebe, kar si pričakoval, potem sem zadovoljen s tem. In mislim, da več kot to ne rabim. In zelo lepo sem bral ravno na letalu od Harukija Murakamija, sem si rekel, prebral sem jih že preveč, sem rekel tudi eni prijateljici, zdaj pa dosti, jaz tega ne berem več, čeprav se lahko o tem pogovarjava, kolikor časa, ampak pauza. No, seveda sem bolj prebral še dve njegovi takoj, ampak sem rekel, no, zdaj bo pa treba eno nefiktivno prebrati. In sem prebral, o čem govorim, ko govorim o teku. In Tako je. opisuje ravno to, kako se je v bistvu začel starati, ne, in ugotovil, da maraton, čeprav enak trenira kot prej, če ne celo več, da pri 50-ih pač več ni sposoben teči takega časa. In če ga je žena sprašvala, jo, kaj pa je narobe, da ne gre, je on rekel, starejši sem, dal sem od sebe to, kar sem pričakoval in s tem sem zadovoljen. In mislim, da to kaže
vsaj na ta način na neko zrelost. To pa zdaj od vsakega posameznika odvisno. Ja, sej primerjava danes časi, jaz jo predvsem vidim sam s sabo. Si želim videti napredka časov, ampak hkrati mi je ta pot, tudi da na koncu samo maratone zaključim, recimo na svetovnih maratonih, ker vem, da pač razmere za me niso idealne. To, da je treba biti tam 3 ure prej zmrzovati, ne imeti urejenega VC-ja, se pač ne bom sekiral, če to ne bo najhitrejši maraton mojega življenja, ker gledam to kot proces. Enako kot sem šel v Benetke, tako želim gledati veliko teh maratonov. Zdaj, če je kakšen vmes, kjer pa pač vidim, da se mi razmere poklopijo in bom tekel nov najboljši čas, bom pa še dodatno zadovoljen. Ne bom si pa tega imel v srcu, delno tudi zaradi tega, ker pač to ni moja edina aktivnost na srečo. In je takoj pogled naprej, ok, ta teden imam še to, pa to, pa to. To je bil lep oddih z mojo drugo mestno aktivnostjo, ki je tek. In kaj bi priporočil takim rekreativcem, ki si to ženejo k srcu? Vprašajte se najprej, zakaj tečete. Mislim, da vsaj pri maratonu, no, ki je vsem daljša razdalja in fiziološko se tam pri 25. zgodi kar premik v telesu in je to čist druga stvar kot dvakrat odteč 21. Da za večino ljudi mislim, da ne more biti glavna motivacija, zakaj se čez to prebijajo. Um, in potem, če se res vprašajo, če občudujejo svojo pot, kako grejo, potem bojo našli veselje, da jih ponavljajo. Ker tisti, ki mu je pa samo za čas, bo pa po moje, recimo, če je to nek velik je ljudi z Wall Streeta, ki si želijo teči po 3 ure, plačujejo po 10 000 evrov trenerje. Sem bral članke, ko je bil New Yorkski maraton lansko leto o tem. Ja, ta si pa predstavljam, da teče po 3 ure in reče, haha, I did it, kaj pa zdaj? Kje je moj naslednji Ferrari v kolekciji? Na tak način, ne? Tako da za tiste, ki so ponavljajo 5+ maratonov, da je to že več, mislim, da morajo imeti nek drug motiv še zadaj. In če se lepo vprašajo v sebi, zakaj to počno, potem mislim, da bo hitro odkrili, da mora biti nek tudi globi vzorec in razlog temu, in da si ne gre toliko k srcu imeti slabših časov, mogoče oziroma nedoseganja. Zdaj, roko na srce, a ne maraton, Majors, 6, 7, 8, bo kmalu, še čez Ja. en mesec, dobro 2, 9, naslednje leto, vse tako, take so predikcije. To je rato, tako si rekel, statusni simbol. Ne? Ljudje, ki imajo vse, si zdaj želijo še maraton, ne vem, vseh 6 maratonov, tist plehnatih 6 krogcev in tako naprej. Ampak ti pa na drugi strani, to te ni odvračalo, da je to pač neka modna muha, turistični produkt, kar pa jaz sem pač na tem področju, se veliko ukvarjam s tem, poslušam, bom rekel, te komentarje. Ampak na koncu dneva pa še zmeraj kdo pokliče, pa reče, ampak vsem, da mi probi zrihtati. A ne. Pa sem rekel, a nisi prej rekel, da je to pač nekaj modnega, pa ti boš raje radence, zakaj zdaj siliš pa v Boston, ampak ja, na koncu nas vse vleče, teh maraton majors, zakaj tebe, recimo, ker so pač največji, najstarejši, imajo zgodovino, patino, imajo zgodbe, imajo ne vem kaj. Ja, delno zato sem si rekel na začetku, ja, valjda me ne vleče v to, to je pač nekaj, kar si vsi želijo, ampak sem tudi zdaj v bistvu ugotovil s tem projektom. Ne vem, New York se je kar zaostril letos, tudi prijave je bilo več kot 20% več. Recimo za mojo, da sem se lahko s časom prijavil po 2 uri 53, potem se pa je izkazalo, ker je bilo toliko prijavljenih, da so kar porezali, tako da, ko sem uspel na koncu z kontaktiranjem njih zvedeti, je bilo za mojo starost 2,43, potem me je zrezan na lik za malo. Sem si rekel, pa mogoče pač moj projekt mora biti v resnici neodvisen od tega. Ne sme biti moja ideja tek za Frankla, zato da končam teh 6. Ampak je to dolgotrajnejši projekt in v bistvu osveščanje o teku na splošnem, ne teh 6 češenc na torti, ki bojo na neki nakazovali. Tako da sem si rekel, Marathon Majors, ko bodo padli, če se pojavi priložnost prijavil, se bom na vse, ko so prijave. Če dobim, dobim, če ne, se pač ne tepem po glavi, zakaj tega nisem dobil in ne grem prek nekih brutalnih charity donacij. S časom mislim, da bom prišel na večino,
bomo videli, kako se s tem razplete. Sem si pa rekel, da zdaj se je odprl European Classics, tako da počasi dodajamo še to, ki so pa bolj realni, ampak cilj ostaja še vedno osveščati in biti zvest teku. In tukaj ta zvestoba s svojim nazorom se mi zdi, da je zelo pomembna za človeka, da se tega drži in ravna po tem. Tako da meni se zdijo lep paket v resnici. Ja, imajo zgodovino, imajo zgodbo, prepoznavni so navzven, za maratonca mislim, da je to nek piedestal maratonov, da reče, da je Sveti bil ne vem, gral. Ja, svet igral, ja. Um, Zdaj, letos grem v Chicago, tega se blazno veselim. Mislim, da gledam na to. Tako, ti dolgotrajni projekti, ko je človek pol srečen, da nekaj planira po eno leto vnaprej in ugotovi, da se to izide. No, meni se zdi to tak sreča organizacijskega zalogaja. Podobno gledam na to kot na, ne vem, ta fiziološka tekmovanja. Letos sem že drugo leto zapored šel na Japonsko, lansko leto kot tekmovalec, letos kot mentor. In ko pogledam, kaj vse sem mogel zorganizirati, zato da smo sestavili ekipo, zbrali finančna sredstva, se, ne vem, bukirali hotele, letalske karte, zorganizirali, da vse štima. Potem ugotoviš, da je to del izpolnjenosti in to gledam v bistvu ja, na nek način tudi kot večji projekt, da ni to samo maraton, samo treniram zase in grem potem v Ljubljano, v Zvezdo na stranišče, skočim čez ograjo in začnem teči, ampak da vidimo, kaj to pomeni, širša izkušnja in tudi z večjimi ljudmi v tem procesu govoriti. Ne vem, v Chicagu sem z enimi Slovenci, zmenjen, da sem pri njih, spoznavati nove ljudi v tem postopku. Torej, vse obsežnejši dogodek je to, a ne. Je maraton v bistvu samo vrhunec, se mi zdi, pri teh svetovnih. Torej zadnje dejanje, no, sicer osrednje, ampak pride še veliko več zraven. In zaradi tega se mi zdi to navdušujoče, sploh, ker ima vsak zgodbo. Hkrati je pa tudi povezan z medicino. No. Abbott gledam praktično vsak dan napis tega podjetja. Tako da, ja, tako bi povedal. Lepo, lepo si zapeljal misel kot Slavoj Žižek, a ne, ki začne, pa potem razveja, pa potem pripelje na isto vrhunsko. Všeč mi je. Tvoje, na poklicnem področju imaš sigurno ambicije, recimo, če bi ti rekel, gospod doktor primarij, kirurg, kaj takega, v katero smer, vem, da si, ne vem, šele v katerem četrtem letniku, ampak vendarle ne imaš nek pogled v svojo, bom rekel, poslanstvo, poklicno prihodnost. Ja, se mi zdi, da si poti puščam še vedno zelo odprte. Kirurgija je neka strast, veliko časa sem volonterov preživel na kirurgiji, se s tem ukvarjal, dosti časa gledal operacije in to mi je zelo všeč. Zdaj, kaj pa bo na koncu, to je pa še 2 leti in pol do tega vprašanja, tako da takrat bom videl, kam me zapele. Se vedno večkrat sprašujem, če se mi je na začetku prvega letnika zdel, ne vem, družinska medicina, joj, to pa ni zame. Zdaj vprašam, pa sej poslanstvo pa je tisto zdravniško, ki je na koncu glavna stvar, se mi zdi, medicine, da ni toliko samo znanost, ampak je res, kako s človekom komuniciramo. Ja, če bi mogel trenutno reči, bi rekel, kirurgija na tem mestu, katera bi bila težko vprašanje. Verjetno bi trenutno nihal med kardiovaskularno, maksilofacialno ali pa plastično in rekonstruktivno, ampak poti so še dolge in odprte, tako da bomo videli, kako se po Frostovo razveja ta pot in kakšen bo potem pogled nazaj na pot, ki ni bila izbrana. Ampak ja, to nekako profesionalna karijera, pa hkrati združena tudi z akademsko, torej z raziskavami. Se mi zdi, da je to tako tudi gonilo v življenju, da človek sproti ugotavlja, kako nekaj novega, kako pride do novih dognanj, in da je to tudi pomembno za napredek medicine na dolgi rok. In vse to bo pač, vse to bo špil pač Frankl, ja, a ne, s svojimi Ja, Frankl tekaškimi bo izvajami. pa zadaj, definitivno. Moram še kakšno njegovo knjigo dodati na seznam, mogoče se malo tudi bolj posvetiti prav logoterapiji, tem njegovim
zapletenejšim stvarem, ne namenjenim splošni javnosti, bolj publicističnim, ampak res nekaj strokovnega. Tako da Frankl pa mislim, da bo me spremljal. Še eno misel njegovo lepo imam, ki jo velikokrat povem, pa ni tako izpostavljena, če ga gre kdo googlat. Ampak na eni točki postavlja vprašanje, kaj je nasprotje kipu svobode na vzhodni obali, kaj bi mogli stati na zahodni. In Frankl pove, da bi mogel biti to kip odgovornosti. Da čeprav smo svobodni, moramo ljudje vse čas nositi s sabo del svoje odgovornosti in to čudovito povedi. Tako da, ja, Frankl ostaja z mano. Draga mladina, tudi mladina posluša tale podcast, sem pretertja, pa mi kdo reče, zelo zanimiv sogovornik. Jaz mislim, da bodo tebe pač v skoraj 2 urah, kar se tole sestavljala, požrli na mah, poslušali večkrat. Odgovornost je ena od vrednot, ki se s smislom odlično dopolnjuje, to si rekel. Mislim, namazal tole, da se tale najem pogovor zaključil praktično. Milijon stvari bi te lahko še vprašal. Jasno, o tem, kdaj boš pač izdal prvo trilogijo znanstveno-fantastičnih romanov, ampak to bo pač drugič, potem To preberite. drugič z veseljem. Po Majorsih. Tako, evo, te majorsi, ko jih zaključiš, morda že prej se dobiva, pa bova o tej transcendentalni izkušnji pač točno rekla, potem vse ostalo boš pisal o svojih doživljajih tudi še, bom rekel, naj si bo na Facebooku, na Substacku, ker imaš pač svoj blog. Tako, to je plan. Bom po linku seveda spodaj, da te spremljamo tudi tam, Hvala. jasno, a ne. Zdaj, nisem več rekel o prehrani, pa o dijaških menzah, pa o domačih gibanicah in tako naprej. Lahko bi, vem, da si konoser, da znaš ceniti domačo, dobro hrano in tako naprej. Povej, čist za konec še zdaj tisto zgodbo z burekom, prosim. No. Burek sva pozabila, ja. Nisva, evo, tle je. Evo, zdaj pa še burek. Torej, kako se je to zgodilo? Enkrat pridem tu po Ljubljanskem, ob ponedeljkih hodim na div plavat, čistko, ker imamo s faksom, pa sem ugotovil, da mi je zelo všeč bolj z vidika raztezanja. Recimo, da je bila 2 leti nazaj ideja, še, ja, to bo Ironman padel enkrat. No. Zaenkrat ne, sem se posvetil maratonom, ampak tam je veliko ljudi zbranih z medicine in naenkrat se začne en dred. Cuzak, daj povej, kaj je s tem burekom. No. No, zgodba je bila ta, da pač, recimo, jaz gelov ne prenašam dobro, jaz prehrano, to je tema za enkrat drugič. Moram še precej eksperimentirati, ampak sem si rekel v radencih, kaj pa če bi jaz probo pojesti burek, ker sem ga jedel med enim treningom. Torej, žito ima take dobre 2 sirove palčke, dobi se ji na bone in skuta mi je res všeč in tudi pač burek, ta žito se mi zdi, če lih tega ne je človek vsak dan in pač če si mar razdeli, pa zraven se dobi še zelje v žitu, tako da meni to ful pomaga pri prebavi, pa še kefir pijem, tako da pač sem bolj zaprt tip osebnosti z vidika gastrointestinalnega trakta in mi to zelo ustreza. Ampak sem si rekel, to ima dosti energije, mastno tudi rahlo je, dajmo to probat. In sem dejansko polovico tiste palčke, ne vem, koliko je 80 gramov, 100 gramov, pojedel v radencih. Dobro sem se zamotil, ker sem to jedel 3 km, tekel s tisto žito, karerasto, rdeče, belo vrečko, po moje je škoda, da ni tega na kakšni fotki, ampak ljudje so, prav videl sem tam v radencih, ki so zelo razposajeni, sred proge, še jim pa ta teče. In takrat sem si rekel, in pa so me začeli na faksu, ja, kaj pa ti ješ med maratonom? Jaz takoj, valjda burek. In se vsi režijo, pač, seveda ni to glavni del prehrane v Ljubljani, takrat, ko sem tekel 2:45, 41 ali koliko je bilo, uh, nisem spravil nič več vase, ker mi ga je sestra držala na 32 km, sem rekel, ne gre, slabo mi je, noč ne bo šlo več noter. Prej so bolj geli, frutabele, sladkaste stvari. Ampak sem si rekel, potem nisem več z burekom probavil, ampak dovolj, da se je ta javna anekdota, da Max Cuzak v Radencih poje burek med maratonom, da se je to razširilo naokrog. In še danes se mi kdo na faksu smeji. Ali pa
me vpraša, ne vem, spomnim, da sem bil na eni kavi in je ena prebrala zapis na Substacku o tem mojem bureku. In tako, pa kaj imaš ti s tem burekom? Tudi doma me tako gleda, ne vem, jaz pravim, to sta dve beli palčki. Interpretirajte si, kot si želite, pač meni sta dobri. Um, Tako da ja. Postala zabavna anekdota. Ne želim, da je to glavna asociacija name in na moj projekt, ni da bi jedel burek vsak teden, ampak pač bila je taka prilika in tako je naneslo. Spoštovane, spoštovane, če ste kaj odnesli od tega podcasta, burek, frankel, tek, na kjerkoli kombinaciji to združite, bo super. Izvrstno žito, če kdo posluša, imate izvrstnega influencerja, ki vam je naredil več reklame kot vsi vaši prodajalci tam zunaj, tako da sponzorirate človeka z bureki, če že ne morete z denarjem. Spoštovani, spoštovane, 2 uri mine, kot bi mignil. Max, Matej Cuzak, bilo mi je v čast in veselje, res izjemen pogovor. To bom preposlušal vse še enkrat, ker moram to vse zmontirati, ampak ne vem, če kdaj, že zadnje cajte s takim veseljem kot tole. Tako da, Max, hvala ti. Najlepša hvala, da sem lahko sodeloval. Meni je bil tudi pogovor v užitek. Ko bojo šli maratoni naprej, z veseljem se javim še kdaj o napredkih projekta, se dotaknemo še prehrane, novih klot smernic za treninge in pa odgovorov 6 LLM modelov, mogoče že novih, o tem, kako mora izgledati plan treninga in pa kaj je smisel življenja. Hvala. Mislim, to je bil kakšen napovednik, tako kot na koncu vsakega dobrega reality šova. Ja, naslednji epizodi pa tole. Max, lepo se mej. Čau. Enako, hvala. Čau.